Stara punca, 30 let, veseliš se svojega prvega otroka, zveš, da imaš diagnozo raka na dojki. Kaj ti gre po glavi v tistem trenutku? Kdo bo bil lahko z njo? A jo bo imel lahko kdo tako rad, kakor jo imam jaz rada in jo bom imela, jo bom sploh videla še odraščati. Ja, v partnerskih odnosih je tako, ne. Zdaj, mislim, to so take absurdne zgodbe, ne. Ja, Veš, mislim, recimo, ne vem, pride ženska domov iz kemoterapije, pa je moški reče, zakaj ni skuhano kosilo. Wow. Darja, kaj je tebe tvoja bolezen naučila? Postaviti se za sebe, pa res za nekatere stvari ti tako začne dol viseti. Res, to je neverjetno. Ko si mlad, moraš v bistvu tudi začeti razmišljati o finančni varnosti, ne, ker ta leta, ne, ko so naši stari starši, ne, in tako naprej delali in so potem računali na dobro pokojnino, tega enostavno ni več, ne. Se pravi, 1500 žensk bo to leto dobilo diagnozo, na žalost. 15 moških za rakom dojk. A zafrkavaš? Danes v Smart Talks gostiva žensko, ki dokazuje, da moč ni odsotnost strahu, temveč odločitev, da kljub strahu greš naprej. Predsednica Europa Done, navdihujoča avtorica in ženska, ki je svojo preizkušnjo bolezni spremenila v poslanstvo. Z nami je Darja Molan, zgodba o življenju, veri in notranji moči. Smart Talks, zgodbe, ki navdihujejo. Zdravo, Darja. Živjo, Smiljan. Kako si dobra? Dobro, odlično. Nekaj mi povej, stara punca, 30 let, veseliš se svojega prvega otroka, greš v porodniški stalež, namesto v porodniško, greš v bolniško, zveš, da imaš diagnozo raka na dojki. Kaj ti gre po glavi v tistem trenutku? Ja, v resnici je bilo tako, da je bila moja hčerka stara 10 mesecev, ko sem jaz začutila eno bulico na levi dojki, čisto slučajno. In to je takoj, se ustrašiš. Ne veš, a je nekaj narobe ali ni narobe. Strah te je, sigurno. Tako da potem jaz sem šla takoj naslednji dan k ginekologu in potem je v bistvu kar nekaj časa trajalo, da sem prišla do diagnoze. Zaradi tega, ker enostavno ljudje niso vajeni, da tako mlada ženska zboli. Tako da smo, v bistvu je kar skoraj 3 mesece trajalo, da sem sploh prišla do diagnoze in takrat, ko sem dobila tisti odgovor, ni dobro, karcinom dojke je, to je pa res en tak velik šok, ki sploh ga ne moreš razložiti, če ga ne doživiš. Kar naenkrat ne veš več, kaj boš sam s sabo, kaj te čaka v prihodnosti, vidiš svojega 1 leto starega otroka. Takrat sem bila še samska mamica, tako res nisem vedela, kaj se mi bo zgodilo, kaj se bo njej zgodilo, kdo bo bil lahko z njo, a jo bo imel lahko kdo tako rad, kakor jo imam jaz rada in jo bom imela, jo bom sploh videla še odraščati. Tako da v bistvu to so res taki težki trenutki, ko ne veš, ali še imaš prihodnost, kakšno prihodnost imaš in v bistvu nisi več sam, moraš razmišljati o otroku. Rekla si, da si dolgo časa čakala na diagnozo. Koliko te je to čakanje, bom rekel, še bolj dodatno psihološko obremenjevalo, kot pa sama otipanje bulice, no? Čakanje, da prideš do diagnoze, zdaj, ko gledam za nazaj, je bilo za mene najtežji. Najtežji čas v celotni moji poti zdravljenja raka in do diagnoze, ker potem, ko enkrat veš, da imaš raka in ko prideš na onkološki inštitut, pa se vsi ukvarjajo s tabo, veš, da si v dobrih rokah, veš, da te bojo zdravili. Ko pa nisi, ne, v tem, ko pa še nisi tam, ko veš, da nekaj je narobe ali pa ni narobe, ampak imaš skozi tiste neke težke misli, slabe občutke, skozi si tipaš, je še vedno tam, bo zginilo. Recimo jaz, ko sem si zatipala svojo bulico, je bila velika manj kot 1 centimeter, ko sem bila pa operirana, pa že skoraj 3. Tako da v bistvu toliko časa je vmes minilo, ne. Šlo je pa res pri meni za eno zelo agresivno vrsto raka, raka dojk, reče se mu trojno negativni rak.
In v tistem času v bistvu ni bilo na voljo nobenega drugega zdravljenja, kakor pač kemoterapija pa operacija. No, ne vem, ti zdaj veš, ne, da ta problem čakalnih vrst je v Sloveniji absolutno nenormalno velik, ne, in ogromno žensk ali pa tudi drugih, ne, tudi moških in tako naprej, lahko v bistvu umre zaradi čakanja, ne, na nek pregled. Če bi to dovolj hitro ugotovili, ne, samo se rekli z 1 centimetra bulica na 3 centimetre in to zaradi 2 mesecev oziroma 3 mesecev čakanja, ne. Danes obstajajo za to produkti, ki se jim reče specialisti, ne, in zaradi teh produktov, kjer pač plačuješ neko mesečno premijo, ti lahko prideš do prvega specialističnega pregleda v 7, 5, 7 dneh. Bi lahko ti imela danes že diagnozo in če bi bilo nujno, absolutno že takoj zdravljenje ali pa ne vem, še operacije v roku 2, 3 tednov, ne. Tako da to se danes na tržišču zavedajo zavarovalnice in zaradi tega imajo tudi takšne produkte, ne. Tako da ja, to čakanje dobesedno te lahko ubija, po moje, ker ta nesigurnost je, ne. Ja, sigurno. Mislim, to je najtežje. Najtežje je, ko veš, da nekaj v tebi noter raste, pa ne moreš nikakor do tega, da bi to nekdo odstranil. Jutri imel odgovor, ne, ker pol veš, na čem si pa zdraviš. Odgovor in ven bi rad dal. Jaz tudi pol, mislim, tudi na operaciji se v bistvu poraka, kdo kar čaka tam do 6 tednov, ne. Pol je odvisno pa, če se začne prej zdraviti z kemoterapijo, ne, to se začne takoj, medtem ko če se začne z operacijo zdravljenje, pa v bistvu kar traja, ne. In to je spet en težki čas, ne. Ti veš, da imaš vse praka, veš, da raste, čutiš to, hočeš ga dati ven, pa ne moreš. Preden gremo naprej, majhna prošnja. Ocenite podcast, lajkajte in se naročite na Smart Talks. Vsak nov naročnik in ocena nam pomagata, da še naprej ustvarjamo pogovore, ki navdihujejo in premikajo meje. Rekla si, da si bila samska mamica. Ja. Kaj pa je bilo to, kaj se je zgodilo? Ja, v resnici sem bila samska še preden sem rodila, tako da sem vzgajala hčerko sama, v bistvu v pomoči mojega očeta pa mame. Tako da ja, samska sem bila v bistvu in smo bile same dve, ne. In enostavno v tistem trenutku, pol ko veš, da si sam odgovoren za tega otroka, ker ne veš v bistvu, kaj bo potem z njim, je zelo težko, ne. Že tako, če si samski, ne, je težko, ker moraš za sebe skrbeti, ko pa imaš v bistvu svojo, mislim, svojega potomca, ne, svojo srečo, svojo ljubezen, svoje srce, ne, tam pred tabo, ker ne veš, a bo brez mame odraščala ali ne, to je pa zelo težko. A je bila kaka, recimo, največja skrb, ki si jo imela v tem času, ko si natipala bulico, pa čakala na diagnozo, pa potem dobila diagnozo. S čim si se najbolj ukvarjala? Kaj te je najbolj skrbelo? Mislim, do diagnoze same sem probala to nekako odmisliti, tako bom rekla, ker še nisi čisto siguren, vseeno upaš, da nekako bo, ne, moja bulica je bila taka lepa, okrogla, ne, moj ginekolog je trdil tudi na svoje 30-letne izkušnje, da to ni rak, ne, to je šlo zelo za en tak velik občutek lažne varnosti, ampak neka varnost je pa vseeno bila, ne, tukaj zadaj rečeš, okej, ne, saj mogoče pa res ni, ne. In v tistem času nič, smo praznovali 1. rojstni dan moje hčerke, pač odvijalo se je vozičkanje, različna druženja z drugimi mamicami, igranje, kopanje v bazenih in tako naprej. Tako da sem probala nekako čim bolj, obenem sem že iskala službo, ne, zaradi tega, ker jaz sem bila že proti koncu porodniškega dopusta. Na začetku porodniške sem diplomirala, ne, in potem sem rekla, super, zdaj, ko bo pa konec porodniškem, šla pa delati, ne, tako da sem že takrat malo prošnje pisala pa to, enostavno sem si mislila, nič, moje življenje bo šlo zdaj naprej, ne. In pol, ko res pride tista diagnoza, kaj, pol pa si kar naenkrat, star si 30 let, živiš pri starših, imaš otroka, brezposeln si in zboliš za rakom. In se ti kar naenkrat sesuje v bistvu cel svet. In problem, ki se pojavi, je verjetno povezan tudi
ni samo emocionalne narave bolečina, tudi finančne verjetno. Ja, finančne sigurno, ne, če si brezposeln. Tudi če si zaposlen. Tudi če si zaposlen, greš takoj, greš pač na bolniški stalež, ne, ki ti takoj zmanjša prihodek. Ja, ene 25-30%. Ja, Ja. še posebej zato, ker ne dobiš malice, ne dobiš potnih stroškov, ki si bil vajen, ne, potem se zniža za 20%, ne, samo 80% je bolniški stalež. Tako da ja, sigurno to zmanjša, ne, pa poleg tega imaš še veliko skrbi, slabo počutje, tukaj je strah, ne, kaj bo s tabo, strah malo pred ponovitvijo, tukaj so stranski učinki, ne. In to vse, kar se tiče celotne zgodbe raka, to ni konec, ko se enkrat zdravljenje zaključi. Tukaj so pozne posledice lahko še dolga leta, ne. Zdravljenje lahko traja tudi do 10 let, ne, s hormonsko terapijo. Ja, rekla si, padejo prihodki, ne, ker pač tudi če si zaposlen, pa vsega skupaj enih 20-30% prihodkov, še nisem slišal, da bi takrat recimo banka, v kateri imaš ti kredit, rekla, Darja, ker pa imaš kredit na banki, pa so ti prihodki padli, plača za 20-30%, dajmo ti bomo dali on hold kredit, ne boš rabila plačevati, ali pa ti bomo zmanjšali obrok za toliko procentov. Ja, k sreči niso imela kredita, ampak ja, sigurno veliko ljudi se mi zdi, da živi iz dneva v dan, da ves tisti mesečni prihodek porabi, ne, da ima točno začrtano, to gre za kredit, to gre za hrano, to gre za otroke, ne, in potem, če se ti kar naenkrat čez noč prihodek zmanjša, zna biti to zelo velik problem. Jaz rad rečem, ne, finančni stres pa emocionalni stres pa bolezen raka je res ubijalska kombinacija, ne. Če imaš že denar na kupu nekje, pa da veš, da ne boš imel finančnega stresa pa problema, lažje greš skozi ta proces zdravljenja, ker si bolj mir, ne. Ker kaj človek rabi, ko zboli za rakom ali pa hudo bolezni, kaj rabiš? V bistvu rabiš čas, je tako? Ja. Mir, ne, spanec, mir pa denar na koncu, ne. V bistvu v času bolniškega staleža je to, rečemo, vsaj do neke mere še poskrbljeno. Okay. Še huje je pa potem, če se bolezen razširi. Vemo, da še vedno rak je smrtna bolezen, vemo, da vsako leto še vedno določeno število ljudi umre zaradi raka. In ko se ti bolezen enkrat razširi, boš ti zelo težko delal polni delovni čas. Se pravi, se ne boš vrnil v službo. Ne, in potem pridejo ali krajši delovni časi, ali pride popolna pač invalidska upokojitev. To je pa tista žalost. To pa ni, da je prihodek zmanjšan za tistih 20-30%, to pa pomeni, da je za več kot 50% znižan, ne? Za več kot 50% znižan prihodek, ne? In tako, ne, pač odvisno je od starosti seveda, ne, odvisno je od te pokojninske osnove, koliko si jo imel, ne, koliko si delovnih let oddelal, ne, ampak načeloma, sploh pri mladih je to problem, ne, ko je malo delovnih let, malo delovne dobe in potem so ta nadomestila res nizka, ne. In potem imamo pač kar nekaj takih primerov, ne, pa je spet mogoče kakšna samska mamica, ne, pa 2 otroka, ona ne more več delati in potem pač ne more več ostati na bolniškem staležu, ne, ker pač institucije med seboj želijo pač, da se te bolniški staleži zaključijo, se mora invalidsko upokojiti, ona ve, da ne zmore. En tak primer je bil ene gospe, je rekla, kako ne, zdaj dobim 1000 evrov bolniškega nadomestila, potem bom dobila manj kot 500. Je rekla, kako ne, če imam pa samo najemnino 400 evrov. Kako naj še svoje 2 otroka preživim, ne? In to so res ene take zelo velike stiske. No, kot predsednica društva, ne, imaš verjetno takšne zgodbe kar veliko, ne? Ja, v našem združenju se veliko žensk, pa tudi v bistvu partnerjev, domačih na nas obrne, ker imamo svoj svetovalni telefon, na katerem delamo 3, jaz pa naša direktorica in še ena upokojena zdravnica. Veliko imamo tudi tega svetovanja glede vračanja na delo, imamo v bistvu prav posebej projekt na to temo, hkrati pa tudi v bistvu pomagamo ženskam z brezplačno pravno pomočjo, ne, ker to velikokrat pride zelo uporabno. In pa ponudimo jim tudi finančno pomoč, v kolikor jo potrebujejo. Bi rekla, da pri večini tudi so finance problem? Sigurno so finance problem. Največkrat so finance problem takrat, ko je bolniškega staleža konec, ne. In zdaj včasih je bil, mislim, še vedno je v Sloveniji načeloma, ne, v teoriji neomejen bolniški stalež, ne.
v resnici je pa to zdaj zelo hitro pošiljajo naprej na komisijo od SPIZ-a in tako naprej v postopek za nek krajši delovni čas ali pa pač invalidsko upokojitev, že kar tako po enem letu, ne, ko ženska niti fizično, niti psihično še ni v bistvu zrela za to, da bi se lahko začela vračati na delo. Seveda, nekateri si želijo takoj vračati. Imamo tudi take primere, ko bi med kemoterapijo delali, ne? Ampak to so res redki, ne? Pa mogoče tisti, ki nimajo družine, ali pa mogoče imajo tak posel, in jim tak način v bistvu tudi pomaga odmisliti recimo to, pa nimajo take hude stranske učinke, ne, od zdravljenja. Te lahko recimo, ne. Imamo pa pač primere, ko imajo zelo težko zdravljenje, zelo težke stranske učinke in pozne posledice, ker je to pač predvsem odvisno od človeka samega. Ti ne moreš vedeti, kako se bo telo odzvalo, ne, na zdravljenje, ne. In je tako, ne, če ti najdeš rak res zgodaj, ne, da je rak še zelo majhen, omejen, potem bo tudi zdravljenje krajše, ne bo tako agresivno, bojo tudi manjše pozne posledice. Ampak potem imaš pa tiste, ki pa pač že grejo naprej mogoče v bezgavke ali pa celo v oddaljene organe, tiste pa pol v bistvu so pa zdravljenja zelo težka. Ti v bistvu, ena sreča v nesreči je bila to, da pa finančnih izzivov nisi imela, ker si imela takrat na srečo urejeno primerno zavarovanje zoper hude bolezni, ne? Pa veš, kako je bilo to? To je bilo, tako bom rekla, več sreče kot pameti. Ja, povej. Ponavadi je tako, veš. Ja, res. Takrat je prijateljica po koncu srednje šole je rekla, no, jaz bi pa zdaj rada še malo zaslužila, in je v bistvu preko vas, kot študentsko delo, je malo tržila zavarovanje naokrog. In seveda mi prijateljice smo bile prve na tapeti, ne, in smo rekli, dobro, se to res ni veliko, takrat je bilo to res malo, ne spomnim se koliko, ampak tudi toliko, da si lahko en študent to privošči. In res, bilo je zavarovanje za 30 let, ki je pač vsebovalo tudi zavarovanje za hude bolezni. In v redu, jaz sem to plačevala in na to kar nekako pozabila, ne. In potem 10 let kasneje me je pa klicala druga prijateljica, ker je ta že nehala, ne. V bistvu je bilo še celo tako, da sem, ko se je moja hčerka rodila, me je že ta druga prijateljica, ki je pa pol delala pri vas, pa je rekla, joj, Darja, veš, koliko imamo en dober produkt, jaz sem tudi za svojo to naštimala, ker imamo enako stare otroke. Sem rekla, okej, v redu. In če ni glih malo več kot pol leta, zatem sem pa jaz zbolela. Ja, ravno si bila ven iz tiste Ja, karenčne dobe. Tako. In ona mene kliče, reče, Darja, a ti veš, da tebi to pripada, ti lahko dobiš nadomestilo. Jaz pa ono, si predstavljaš, a veš, ti si res finančno nisi nič v bistvu, ne. Imaš otroka doma, kar naenkrat si na plečih staršev. In potem, ko me je poklicala ta prijateljica, sem rekla, res super. Me zanima, ali bo zdaj to šlo čez ali ne. In moram reči, da je bilo v bistvu zelo brez težav. Hitro sem dobila nakazilo od obeh polic in kar naenkrat sem vedela, da sem jaz za 2 leti lahko da se bom lahko pač zdravila, da bom lahko brez bilo kakšnih težav finančnih pač živela. Ja. In pač, In to je pomembno v tistem trenutku, ne? ja, seveda, da se ti ne rabiš za to sekirati. Da je en Najbolj. velik problem v bistvu na nek način rešen, ne? Oziroma rešen v smislu, da okej, tole je zdaj rešeno, ne? Ja, mislim, Zdaj, da ko sem se vse ni ukvarjam skrivnost, z- ne. Malo je takšnih primerov, da mi lahko javno nekomu povemo, kako dobro delo delamo mi dobesedno na terenu. Ljudje, ko vidijo zavarovanja, pa slišijo besedo zavarovanja, imajo vedno občutek, da mi hočemo ljudem vzeti denar, ne. Na koncu pa, mislim, jaz vem, v srcu čutim, kako dobro delo delam in si znam predstavljati, ker slišim zgodbe, ampak ljudje jih javno težko povejo, ne. Mislim, jaz bi bila zelo vesela in sem poskušala že vseh teh 10 let, 12 od moje diagnoze, ponovno pridobiti zavarovanje za hude bolezni, pa na žalost ne morem. Tako da prej moraš misliti na zavarovanje, preden si bolan, ker takrat imaš neke dobre kvote, takrat v bistvu pod nekimi dobrimi pogoji lahko skleneš zavarovanje, medtem ko potem ga ne boš mogel. In to je pomembno za vse mlade ljudi, no. Ja, si rekla, 2 leti si imela dovolj denarja, ne, da si na mesec dobivala eno normalno slovensko plačo, ne. Nekako Če tako si je. jo razdelila dobro, ne. Tako je. Danes, če bi nazaj pogledala, ker si res takrat malo premijo plačevala, pa tudi danes so še cenejše premije, da ti povem, ne. Za koliko denarja bi, če bi vedela, da se bo to zgodilo, bi takrat si naredila izplačilo? Ali bi bilo to Mislim- 20, 30, ali koliko je bilo, ali bi bilo Ko si več? enkrat študent, niti ne moreš, si ne moreš niti privoščiti kaj več. Tako da, mislim,
Ampak koliko bi pa, če bi danes lahko rekla, koliko bi želela, da bi če že zboliš, da bi imela denarja, ne? In ne vem, se tudi loto igram, veš, pa upam, da bom najvišjo premijo dobila. Ja. Ne, mislim, to ne moreš za nazaj gledati, ne vem, ampak sigurno, če bi pa lahko za nazaj, bi vzela večjo premijo. Ja. Ampak v tistem trenutku, to je na 30 let, enostavno, točno ko si enkrat študent in to še čisto na začetku, malo si svojega denarja služiš, malo od staršev dobiš in enostavno tudi nimaš, saj v tistih časih ni bilo tako. Ne. Pa si sploh kdaj pomislila, da bi lahko ti koristila tako zavarovanje? Ne, sem bila sigurna, da ne bom sploh. Da je Jaz to sem v bistvu- usluga prijateljici, ne? Ja, da je usluga prijateljici, pa v bistvu sem tudi to nekako vzela, ker je bilo še varčevanje Varčevanje je zraven. bilo, in to so sem- bili stari produkti, Tako, mešani. ja, tako. In sem rekla, lej, bom na tak način, pa bom pol čez 30 let tako pa tako. Ampak drugo je bilo pa potem, ne, ko sem pa hčerko zavarovala, to sem pa vedela, pač, da je prav zavarovanje. Ja, ne. ja, Tako ja, da, ja, Takrat so bili novi produkti, kjer si ti samo v bistvu rizik v težkih boleznih lahko Tako. zavaroval, ne pa skupaj Tako, še varčeval. Ja. tako. In potem, ko enkrat v bistvu zboliš, se te police ali prekinejo, Ja, ali nekako spremenijo. Tako da meni je v bistvu prva se je prekinila, druga je ostala samo še nadomestilo kritja za težke operacije. Tako da v bistvu imam to pa še zdaj. No. Ampak si pa želim v bistvu spet eno življenjsko zavarovanje, tako da probam, ampak za raka me noče noben zavarovati. Ja. Zdaj pač tako je, ne, da težko se nekdo, ki je že zbolel za neko hudo boleznijo, lahko dobi zopet zavarovanje, ni pa nemogoče. No. Ja. Mislim, treba je probati vsako leto, ne, če mene vprašaš, ker poznam primere, ko so eni po 15 letih dobili, Ja, ja. čeprav bolj simbolične vsote, glede na to, kaj bi želeli, ne, ampak vseeno, ne, zavarovalnice pač imajo različne pogoje. Tukaj zdaj vidim, ne, ti kot predsednica Evrope Dona, sama verjetno poznaš številke, koliko je teh bolezni, hudih bolezni, recimo raka samo. Ja, mislim, za rakom približno 19.000 ljudi na leto zboli, ne. Če odmislimo, če damo recimo kožnega raka stran, ne, ko je dobro ozdravljiv, rečemo, da je več kot 13.000, ne, takih rakastih obolenj letno, ne, in to je res ogromno. V bistvu vsaka taka številka predstavlja osebo, njegovo družino, Njegovo celo zgodbo. okolico, zgodbo. In ja, mislim, to je zelo veliko, ne. Ampak je pa tako, ne, rak je že dobro ozdravljiva bolezen, vemo, če se najde dovolj zgodaj. Seveda so še eni raki, ki pač imajo visoko smrtnost, ampak če gledamo rak dojke, recimo že zelo lepo ozdravljiva bolezen. In v Sloveniji nas že več kot 20.000 žensk živi, ki smo enkrat zbolele za rakom dojk, ne. Ampak pol je pa treba tudi živeti, ne. In če ti mogoče, ne vem, si bil glih na tem, da si gradil neko kariero, ali pa če ugotoviš, da ne vem, ne boš mogel svojega poklica več opravljati, a veš, in se moraš nekako prilagoditi, mogoče izobraziti za drug poklic, ker naenkrat se ti lahko v bistvu vse podre, ne. Ne delajo vsi v bistvu v pisarnah, ne, to imaš različne poklice. In če se eni ženski recimo naredi limfedem, a veš, in dela ona v domu ostarelih, a veš, kako bo dvigovala, ne, ljudi, ali pa če je mogoče maserka, kako bo delala, ali pa frizerka, ne, s tako roko je potem težko delati. Tako da tudi v vrtcu recimo, ne, mogoče, če ima težave z roko, ne, kako boš dvigoval otroka. Tako da ja, tukaj je v bistvu tudi treba gledati na kvaliteto življenja, ne, po taki bolezni. Hej, si želiš kariere, kjer te ne omejujejo stropi, ne? Kjer tvoj rezultat ni odvisen od politike v podjetju, ampak od tvoje volje, od tvoje discipline in tvojega karakterja. Popolnoma te razumem. Ko sem začel svojo pot, nisem imel ne poznanstev, ne kapitala, ne varne poti. Imel sem samo odločitev, da nočem povprečnega življenja in da bom delal, dokler ne zmagam. Danes pa vodimo sistem, ki ljudem, ki imajo voljo, disciplino in srce, daje vse, kar sem gradil iz nule. Znanje, mentorstvo, strategijo, orodja in predvsem okolje zmagovalcev. V Smart Money Solutions ne iščemo ljudi, ki bi malo poskusili. Iščemo posameznike, ki želijo zgraditi kariero v finančni zavarovalni industriji. In zgraditi ekipo pomeni nekaj delati s pomenom. In življenje, ki ga vodiš ti, noben drugi. Če čutiš, da si za več in ne iščeš izgovorov, ampak priložnost, potem je zdaj pravi čas. Obišči www.smiljanmori.si,
in klikni na sodeluj z nami. Izpolni vprašalnik in kontaktirali te bomo. Ja, dobro si rekla, preživetje. Ne? Sem prebral statistiko. 5-letno čisto preživetje je za moške že skoraj da 60%, za ženske pa 64%. Ne? Jaz rad rečem, da v bistvu, ko nekdo dobi hudo diagnozo ali pa raka, ne? Zdaj v teh produktih, kjer je zavarovanje zoper hude bolezni, ni samo rak. Ne? Seveda, tle. Samo če pogledamo, 19.000 ljudi na leto zboli za rakom, in tega 10.000 moških, 9 žensk. Ne? Tukaj so še srčni infarkt in možganska kap in še v nekaterih produktih, nekaterih zdravljenjih 37 drugih bolezni. Ne? No, in če je 60% preživetje za moške, 64, to pomeni, ogromno jih preživi, ponavadi pa ne preživijo njihove finance. To je problem, ne? Kar si tudi sama dobro rekla. Ampak nekaj druge me zanima, še poleg tega. Sporočilo ženskam, tem, ki jih je 20.000 v Sloveniji, ne? Že zbolelo za rakom. Ne? S čim se one zdaj najbolj ukvarjajo? A se počuti mogoče ženska drugačna? Zaradi te Zelo je bolezni? odvisno, Ja. zelo je odvisno od človeka, od posameznika, kako se te ženske od karakterja. Zdaj ene grejo naprej, kot da ni bilo nič, ne, sploh tiste mogoče, kjer je bil, ne vem, rak najden zelo zgodaj, pa so imele mogoče operacijo, pa kakšno hormonsko terapijo in grejo naprej, ne, živijo naprej normalno. Ene so zelo obremenjene s tem, ne, kako izgledajo, tako da velikokrat trpijo tudi odnosi, ne, partnerski odnosi v takšnih situacijah. V smislu? Ja, veliko odnosov se zruši, poruši. Ja, ne. Ker- Tisti ker dobri moški- odnosi v bistvu postanejo še boljši, še bolj povezani, tisti, ki so pa bliže, mogoče nekako načeti, ne tako dobri, pa velikokrat razpadejo. Ampak jaz takim ženskam velikokrat rečem, ne jokati za tem, kaj je bilo, zdaj imaš priložnost za nekaj novega, kjer boš ti srečna. Saj si vedela, da prej nekaj ni bilo v redu. Ne? Tako da nič ne razpade iz nečesa zelo dobrega, ampak je v bistvu posledica tega, kakršen odnos je bil že prej. Ne? Sam še bolj nekako se poveča to. A veš, mislim, to je tako, kot otroka dobi. Ne? En zakonski par ali pa pač en par, dobiš otroka, ker naenkrat se ti življenje spet postavi na glavo. Ne? Sicer iz nekega pač lepšega vidika, ne? Ampak ker naenkrat nista več sama dva, je nekdo, Sprememba, ki je velika sprememba. Ja. A misliš, a ženske govorijo o tem, da moški potem ne zmorejo tega pritiska preživeti, ko ženska njegova bolana? Pa zaradi tega reč pobegne, kot da bi stal ali v strani? Zdaj tako, nekateri moški se o tem, veliko moških se ne želi pogovarjati. Moški so na splošno se manj pogovarjajo o stiskah. So pa tudi taki, ki se. In recimo v Združenju Europa Donna ponujamo tudi v bistvu partnersko terapijo našim članicam, možno imajo tudi individualno psihoterapijo, ne. Potem imamo različne delavnice psihoterapije, če bi kdo želel skupinsko imeti. Tako da probamo res zaobjeti v bistvu vse te aspekte, a veš, ki jih nekdo potrebuje. Ne? Če pa tega nimamo, pa naredimo. Pa najdemo še nove pomoči. Ne? Ampak ja, v partnerskih odnosih je tako. Ne? Zdaj, mislim, to so take absurdne zgodbe. Ne? Ja, ker- Veš, mislim, recimo, ne vem, pride ženska domov iz kemoterapije, pa je moški reče, zakaj ni skuhano kosilo. Wow. A veš, mislim, tako, ne, ali pa, a veš, ne boš šla na operacijo dojk, ker kako bo pa izgledalo, da si brez dojk. To me A zanima. veš, ali pa, ne vem, ne boš šla na operacijo dojk, ker pol ne boš več ženska. A veš, mislim, ampak to je absurdno za mene. A veš, ti si Vprašanje, kak je odnos, ne? Ja, tebe ne definira v bistvu tvoje dojke, ne jajčniki, ne to, ne ti. Ampak si ti kot Je pa ena to celota. žalostno za eno žensko, ki skozi to fazo gre, ne? To je isto, kot smo rekli, pač kakšno je finančno breme, tako je isto to čustveno breme. Ne? Ti se moraš v bistvu v tem obdobju se moraš ti ukvarjati s sabo, s svojo boleznijo. Ti rabiš v bistvu vso podporo okolice, ki jo lahko le dobiš. Že tako imaš v bistvu veliko strahov, a veš, a bom preživel, kako bom shendlal te svoje stranske učinke. Da imaš pa potem še res take težke preizkušnje, kakor je partnerski odnos, finančna stabilnost. Mislim,
to je res težko. Jaz zato sem te to vprašal, ker poznava s Heleno eno šokantno zgodbo. To je bila ena, lahko rečem, da ne bom vsega povedal, ali sodelavka ali kolegica, ki je šla z možem v Ljubljano na pregled in se ji postavilo diagnozo raka na dojki. Na poti nazaj iz Ljubljane je mož rekel, da jo zapušča, ker ne zmore in ne bo zmogel tega pritiska. In ona me je klicala, ko je šla ven iz avta, objokana. Sem samo rekel, pezde. Ja. Ni Ne, nisem ni vedel, osamljena zgodba, ni osamljena zgodba. To je bilo, Ja. v avto je vsedla in je rekla, raka, imam diagnozo. Sta se vsedla, še nista prišla do Blagovice, je rekel, poslušaj, ločila se bova, grem na razen, jaz ne morem tega pritiska preživeti. Mislim, to je sebično. A veš, mislim se, če si ti enkrat v enem partnerskem odnosu, ne, moraš vedno gledati, kaj bi si ti želel, če se tebi nekaj takega zgodi. Ne. No in kaj bi ti recimo rekla moškim, katere partnerke bodo nažalost v letošnjem letu dobile diagnozo rak, ker ne moremo mimo Takih tega, bo 1500. 1500 Ja. bo žensk. Tako. Ali več. Ne. Saj tudi breme raka dojk narašča. Ne. V bistvu vsega raka. Kaj bi jim rekla? Ne bojo močne, pa da je rak že zelo lepo ozdravljiva bolezen. Pa rekla bi jim, naj se redno samo pregledujejo, da če bojo zbolele, da bojo tega raka najdle dovolj zgodaj. Pa naj se odzovejo vabilo od Dore, ker Dora je lani, v bistvu letu 24, najdla 630 rakov. Ne. Tako slučajno zaradi preventivnega pregleda. Ja, ti greš na preventivni pregled, si navidezno zdrav in ugotoviš, da imaš raka. Ampak je ta rak tako majhen, da ga ti tudi zatipati nisi mogel. No, to je torej Se pravi- polovica od tega, ne? Malo manj kot polovica, lepo bi bilo, če bi bila, ampak Dora je zdaj tako, Dora vabi ženske med 50 in 69 letom, se bo pa v naslednjem času, zdaj poteka že pilotni projekt, upam, da kmalu, da se bo pa razširila in bo klicala oziroma vabila ženske med 45 in 74, potem bo lahko pa še več zaobjela. Je pa tako, da zdaj ne, se odzove vabilom tako dobrih 77%. Tukaj imamo še vedno prostor za izboljšavo. Ne? In treba je vedeti pač, da ta mamografija ne povzroča raka, ne? Ta mamografija ne boli, če boli, ste vi tam, pa poveste, ne? Dajte malo bolj nežno, mene boli, ne? Vse se to da skomunicirati, ne? Ampak ženske je veliko strah. Ne? Ampak škoda, ne? To, Res ne boli, naprimer jaz sem tudi bila ne, skozi ta program, pa seveda, res ne ti si že boli. dobila vabilo. Seveda. Ne boli, Res si dobila vabilo. ne boli. Dore. Seveda. Jaz Imaš si- veze, ali imaš Ne, veze? 45 let Če sem pa bila je rekla, stara, pa če so pa je že. rekla od 45. Vse to. Ja. Torej ne boli in ne vem, od kje je sploh ta občutek prišel, ne? Da nekdo govori o tem, da to boli. Ja, mogoče se včasih zgodi. Strah te, da ti ne odkrijejo, po moje. Tudi to je. Tudi to, ne, strah. A veš, pred ono diagnozo. podzavestno. Ja, Ne to je bom še šel. večje pri moških. Ja, to Ne, povem jaz. dobivamo vabilo od svita, a si se odzval? Ja, ne, nisem se. Samo malo. Nisem se. No, zakaj ne? A še ni 50, veš? Veš zakaj? Točno zato. Aha, ga še Zato, ker nisi mo- dobil. Ne, sem dobil. Ja. In nekajkrat sem dobil, pa se nisem odzval, ker sem rekel, bom šel, pa nisem imel časa. Ne? Ampak Ja. globoko v sebi vem, da moški ne želijo iti k zdravniku in ne želiš slišati resnice. Ampak sem imel pač potem hitro po tistih vabilih trebušne težave. Ne? In ta zdravnica, ko sem bil na Hrvaškem, je prava, zdaj če bo gledala, ne, panična zdravnica. Ne? In, a ste že bili na pregledu, kdaj ste vi 50? Sem rekel, nisem še bil, sem pa dobil. Ne, sada, odmah morate odteči tam. Sem rekel, pa samo proljev imam, samo drisko imam. Ne, vi morate, da to se spomniš. In smo šla in smo še potem to naredila. Tak, da Je je bila bilo, še kolonoskopija. ne, v bistvu so blato pregledali, pa vse markerje vzeli, tako da sem bil mirno. Se je rekla, ženskam bi dala na svet, bodite, se pravi, 1500 žensk bo to leto dobilo diagnozo, nažalost. 15 moških za rakom dojk. A zafrkavaš? Ne. Tudi nekaj moških zboli za rakom dojk, ampak to je res majhen odstotek, približno 1%.
Ampak je pa možno in o tem sploh ne govorimo, ne? Ne. V resnici. Ne. Vidim, da Smilja ni vedel, da lahko Ne. moški zbolijo Ne. za rakom dojke. Ja. Ne, ker vem, da imajo ene malo večje. Ne? Ne, nima to sploh veze. Ne? Nima veze. Hecam se. Sem mislil, da če imaš trdo mišico, da ne. Malo hecam, ampak Ne, lahko. se pravi, okrog 1500 žensk, 15% moških. Na svet za ženske, na žalost, ki bodo letos dobile diagnozo, ne bodite močni, ker je v bistvu zdravljenje že zelo Zelo je dobro. Zelo Zdaj, če dobro. pogledamo, recimo, jaz sem se- umrljivost. umrljivost je pač v bistvu tako v Vidimo, da je Sloveniji. 64 jih ozdravi, ampak mogoče za raka na dojki še večje Ne, v preživetje. bistvu je tako, ne, preživetje se viša, ne, zaradi tega, ker se tudi incidenca oziroma Hitreje se odkrijejo. ne, hočem reči, da število se veča. Ne, število, Več jih je zboli, več več jih jih zboli, se ozdravi. umrljivost je približno enaka, več jih pa okej. preživi. Ne. In to je predvsem, eno je zato, ker imamo presejalne programe, ki so zelo dobri, drugo je, da je večje osveščanje, ne, o tem, kako pomembno je, da sploh vemo, da se malo v bistvu tudi skrbimo za svoje zdravje. Zdaj sem že kar nekaj žensk srečala, ki reče, da si za svoj rojstni dan podari ultrazvok dojk in ginekološki pregled ali pa ultrazvok trebuha. To se mi zdi tako wow, da si ti res Dobro toliko- darilo. da si ti toliko v bistvu zaveden, da se toliko zavedaš v bistvu, koliko je zdravje pomembno, da si rečeš, da je to tvoje darilo za rojstni dan. Ker jaz to vedno rečem vsakem, a si že dobil darilo za rojstni dan, to je povabilo na svit, pa dobro, ne, pač za moške sam na svit. Pa mi vsak reče, ne, ma kako darilo je to, da je nekaj, to je grozno. Ne, ni grozno. To je pri nas, tega No. ni, mislim. Noro, dobra ideja. Tako, to je pri nas, tega ni vse posod po svetu. Ne? A bi ti glede na to izkušnjo, ki si jo imela za to boleznjo, kupila kateri ženski darilo, da ji podariš darilo kot prvo premijo za zavarovanje zoper hude bolezni? Mislim, jaz sem to takoj iz svojih hčerki kupila. Aha, okay. Se je rodila Lepo. in pa še eno. Koliko da ja. ljudem, ženskam si še potem to izkušnjo, to je delila, pa so se tudi one rekle. Ja, o tem sem pisala v Aha. knjigi, ne, tako da so Super. tudi pač o tem, kako pomembno je zavarovanje in je to noter napisano. Medtem vsaki rečem, ker se mi zdi to pomembno. Res, lej, eno je, da lahko šparaš, drugo je pa pač, da se zavaruj. Ne, ker, Ok, se pravi sporočilo, bodite močne, velike možnosti so za preživetje. Preventivno pregledujte si dojke, to sem še malo vrnila. Izkoristite povabilo Dore, čeprav se počutite mogoče prestare, ne, 50. Ne. Kaj pa bi ti svetovala, da grejo tudi punce mlajše od 45? Na mamografijo ni treba. Ne, okay. Itak Da je pa, Se pravi, da se ne. pregledujejo, ne? Samo pregledovanje. Samo ne. pregledovanje, tukaj je pomembno, zdaj mi smo tudi naredili eno aplikacijo v Združenju Evropa Dona, reče se ji Breast Test. Breast Test, ja, in v bistvu to je menstrualni koledarček in potem ti glede na tvoj cikel ti pove, kdaj je tista prav čas, da si ti samo pregledaš dojke, se pravi, to je 7. do 10. dan po prvem dnevu zadnje menstruacije, takrat, ko so dojke najbolj mehke. In v bistvu aplikacija te to opomni in To ti bomo tudi mi dali na spletno stran, in to ti bomo tudi- objavili, link. Ne? tudi pokaže, kakšno je pravilno samo pregledovanje. In zdaj smo dodali v bistvu noter tudi takšen en modelček, kjer si lahko označiš, če si kaj začutil. Zdaj tako, ni treba biti vedno, ni treba, da te je vedno strah. 80% vseh bulic je nenevarnih. Ne, ni nujno, da bo nekaj narobe. Ampak treba je pa vedeti to, kar ženske mogoče ne vejo, ne? Da ni vse samo bulica. So tudi neke netipne spremembe, lahko, ki se kažejo nekako drugače, lahko kot izcedek iz bradavice, lahko se mogoče, bom jaz kar pokazala Ja, na imaš, modelu, imaš ali lahko, zraven. imam jaz modelček, ja. Tako, lahko se kaže kot mogoče ta bradavica je v redu, lahko pa se mogoče malo bradavica udre ali pa se obrne na kako drugo stran. Ne, to ne, če imaš v bistvu tako bradavico skozi, ampak če pride do neke spremembe. Lahko se mogoče tako, ker koža mogoče povleče noter. A veš, lahko pride do take pomarančaste kože, lahko pride do izcedka iz bradavice. Ne. Nič ni to nujno, da je kaj narobe, ampak vedno je pa treba iti pogledat, ker potem boš tudi bolj mirno spal konec koncev. Ne.
Tako da ja, na vse te stvari je treba biti pozoren. Zato se je tudi potrebno samo pregledovati tako, da si v bistvu pregledaš dojko, stisneš bradavico, vidiš, če je mogoče kje kakšna sprememba. In če se slučajno zgodi, da rak v dojki lokalno napreduje, bo šel v bistvu v bezgavke podpazdušne, ne? Tako da je potrebno tudi ta predel si dobro pogledati, ne? Če je kakšna sprememba. In če si boš ti redno vsak mesec samo pregledovala, boš v bistvu takoj vedela, če je naslednji mesec kaj narobe, če je kakšna sprememba. Ker dogaja se pa tako, ne? Nekatere spremembe so velike, a veš, ob diagnozi 10-15 centimetrov. Veš, to ni raslo en mesec. To je raslo dolgo. To je raslo dolgo in recimo rak je zelo tak, zna biti zelo zahrbten, ne? Nič ne boli, mislim, lahko tudi boli, ampak redko boli, večinoma sploh nič ne čutiš, jaz nisem nič čutila, ne veš, da ga imaš tam noter, tako da če se ne boš pretipal, ne, tako da tudi za moške je mogoče to, ne, imamo tudi take ženske, ker jim moški radi pregledajo, ne, ampak to so tisti dobri odnosi, ko ni moškega strah, ne, takšnih diagnoz. Prej sem mogoče še pozabila omeniti, da poleg te sekundarne preventive, samo pregledovanja, osveščanja, je pa pomembno tudi to, da imamo že veliko boljša zdravila. Ne, to je zelo napredovalo, zdaj če pogledam pri moji vrsti raka, ko sem že prej rekla, da sem imela možnost samo kemoterapijo pa operacijo, so zdaj še dodatna zdravila. Ne, in pri vseh teh vrstah raka je tukaj dodatno zdravljenje, ki v bistvu še bolj poveča to možnost preživetja. Ja, bi pa mogoče tudi to omenila, no, zdaj se veliko pogovarjamo o raku dojk, ampak mi smo se v Evropi Doni zelo skoncentrirali na žensko zdravje, ne. To pa niso samo dojke, ne, to so tudi ginekološki raki in 5 jih poznamo. A jih znaš našteti, kateri so? Rak materničnega vratu verjetno bi bil, ne? Tako. Potem bi bil kakšnih rodil, Ja, rodila oziroma so vse. to, ja, oziroma tako bi rekla mogoče, kaj so že, jajcevodi, jajčniki, ja. Potem bi še lahko bil pri ženskah. Potem imaš še materničnega telesa, ne, se pravi maternica, tukaj spada tudi maternična sluznica, potem imaš pa še zunanjega spolovila, tako da v bistvu je kar nekaj teh rakov, ne, ampak ne vem, se mi zdi, da mi ženske, pa tudi moški, ne, vedno govorimo o rakih rodil ali pa rakih tam spodaj, ne. In smo opazili v bistvu, da je to zelo velika stigma še vedno v Sloveniji in lani smo prvič v bistvu naredili eno skupno kampanjo, Ne pozabi nase smo jo naslovili, in smo v septembru, ko je svetovni dan ginekološke onkologije, smo v bistvu cel mesec osveščali o tem, kako je pomembno, da ženska hodi redno na ginekološke preglede, da je pozorna na neke nespecifične znake. Pri raku jajčnikov, ne, kjer je zelo visoka umrljivost, v 80% se najde v bistvu, ko je že razširjen, ne. Tako da, ampak smo ugotovili v bistvu, da ženske ne želijo o tem poslušati, da jih je strah, da je to še vedno stigma, še vedno je sploh rak materničnega vratu povezan s promiskuiteto, ne. Javnost še vedno misli, ja, zdaj, če imaš pa ti HPV, ne, in si zbolela za rakom materničnega vratu, to pomeni, da si zamenjala veliko partnerjev, ampak to ni res, ne. Lahko se v bistvu to zgodi pri prvem spolnem odnosu, lahko se v bistvu HPV prenaša tudi preko sluznice. To je virus, ne? To je tako. HPV virus. To je humani papiloma virus, ja, tako, ki je ki je največji v bistvu povzročitelj raka materničnega vratu, v bistvu 6 različnih rakov pri ženskah in 5 pri moških, zaradi tega se pa tudi v bistvu cepi v 6. razredu tako punce kot tudi fante, da se jih zaščiti pred prvim spolnim odnosom. Zdaj s HPV-jem smo vsi spolno aktivni ljudje, ali pa tam 90% vsaj enkrat okuženi, ampak je teh sevov zelo veliko, ne. Eni so nenevarni, eni so bolj nevarni, ne, nekatere lahko telo dobro pač premaga, nekatere ne. Eni povzročajo genitalne bradavice, ne, tako da zdaj to cepljenje, ne, s katerim cepimo otroke in mladostnike, do 26. leta je celo zastonj,
Vsebuje pač cepivo proti tem najtežjim vrstam HPV-ja, najnevarnejšim, pa proti tistim, ki povzročajo genitalne bradavice, ki sicer niso nevarne, so pa zelo trdovratne. Tako da mi smo v bistvu naredili eno novo zloženko v Evropedoni, kjer smo v bistvu sodelovali z strokovnjaki terciarja, in ena stran je v bistvu se pravi, ta stran je namenjena ginekološkim rakom, se pravi, raki rodil, kateri so, pri jajčnikih je še posebej treba biti pozoren na te neke nespecifične spremembe, ker ga je zelo težko odkriti. Medtem ko druga stran imamo pa tukaj raka dojk, kako se pravilno samo pregledovati in na kaj moraš biti pozoren. To, kar sem prej govorila. Tukaj so tudi ene številke, se pravi, pa to, kje smo lokalno prisotni, mi pač ne delamo samo v Ljubljani, mi smo prisotni v Mariboru, v Slovenski Bistrici, če vaš konc, potem Po celi Sloveniji. Ja, tako, 10 skupaj. Imate slučajno, mislim, se veš, mi smo v tem poslu, pa vedno razmišljam, a imate kakšne seminarje ali pa delavnice, kjer učite ženske dobesedno praktično pregledovanje? Približno 50 predavanj imamo na leto, po različnih se učijo. po različnih podjetjih, združenjih, društvih, šolah tudi, srednjih šolah. V bistvu jim povemo malo o preventivi, kaj rak sploh je, potem kako lahko zmanjšaš breme raka, to je z 12 nasveti proti raku, kako pomembni so presejalni programi, sploh recimo tudi to v bistvu je tudi potrebno znanje tudi za otroke, če tako pogledaš, ker oni morajo, v bistvu to srednja šola, seveda ne osnovna, ker oni imajo doma tudi mame, babice in tako naprej, ki jim sporočajo lahko vse to naprej. Delimo z njimi tudi svojo zgodbo, pa povemo nekaj o društvu. Zdaj v zadnje čase vključujemo tudi moj projekt Ta povratek na delo, ker ugotavljamo v bistvu, da je zelo velika potreba po tem. Eno je to, da ženske ne poznajo svojih pravic, drugo je pa to v bistvu, da se sodelavci nasploh delovno okolje ne zavedajo, kako pomembno je zdravo delovno okolje in kako pomembno je, da tega človeka, ko se enkrat vrne nazaj na delo, ti sprejmeš v bistvu odprtih rok, ne pa da ga postaviš nekam v kot ali pa da za tebe postane breme, kar na žalost v bistvu v praksi prevečkrat vidimo. Lahko malo več poveš o tem? Pač recimo en primer je bil takšen, da je gospa klicala in je rekla, da ne ve, kaj naj naredi, da njej je tako hudo, da ona od vsega najraje bi bila zdrava, ampak da v njihovem podjetju, to je proizvodno podjetje, dela kar nekaj invalidov, krajši delovni čas, in ko grejo oni po 4 urah domov, sodelavci za njimi kličejo, lenuhi grejo domov. A veš, pol imamo primere, kjer je gospa se vrnila recimo nazaj na delo, pa je rekla pač delodajalka, lej, ti si zdaj za mene breme, ti si en kripelj, kaj naj jaz s tabo delam, pa je gospa delala v pisarni, veš, to ni nič takega, ti lahko normalno delaš naprej. Tako da ja, take zgodbe v bistvu poslušam kar skozi, tudi v bistvu, kar je hudo, tej visoki kadri, se pravi na pozicijah, mislim, tudi takšne ljudi odpustijo, v vodstvu, kar je res zanimivo, ker si rečeš, ta človek ima znanje v tvojem podjetju, to je res en zaklad, da imaš nekoga, a veš, in večina od nas se nas hoče vrniti na delo, nekateri pač v nekih določenih omejitvah, predvsem glede na to, koliko zmorejo, pa tudi to se mogoče lahko potem čez kako leto, 2 vrnejo nazaj v polno, Zdaj, saj veste, jaz sem bila pač brezposelna, ko sem v bistvu po raku, najprej sem si odprla espe, v bistvu je bilo celo tako, jaz sem rekla, si bom zdaj našla službo in jaz sem pisala bloge o tem, kaj se je dogajalo z mano in v našem koncu seveda vsi so to brali, pa tudi mogoče pač po Sloveniji, mislim, res je bil, zelo je bil bran blog, ampak jaz sem imela še kar take čisto kratke laske pa to in jaz, ko sem poslala nekaj prošenj ven, nisem dobila nobenega odgovora. In potem je bil primer, ko je moja mama srečala eno od teh direktoric, v bistvu lastnico enega podjetja, kamor sem jaz poslala, pa res sem bila tako idealni kandidat, ker v bistvu, če ne bi imela bolezni, In je moja mama vprašala, zakaj pa niste poslali sploh odgovora, kaj je bilo narobe? In je ona rekla, saj veš zakaj. Saj veš zakaj. Kratka frizura. Ja,
in pač bolezen. Ampak jaz sem tako rekla, ok, zdaj očitno ljudje mislijo, da jaz ne bom zmogla, ker jaz sem pa res tako, jaz sem pisala o tem. Meni je rekla onkologinja, ena od onkologinj je rekla, lej, ker sem jo vprašala, koliko časa imam še jaz, ne? A bom, a ne bom. In ona je rekla, lej, pri tvoji vrsti raka, če boš preživela 5 let, imaš dobro možnost, da boš preživela, da boš v redu. In veš, to je itak ti težko. In pol moraš ti iz dneva v dan živeti in s to mislijo, tam imaš spet otroka, ne, ki raste in pač jaz sem res imela en cilj. Šteti dneve. Ne. Kaj pa? Jaz sem imela ful kratkoročnih ciljev, imela sem enega dolgoročnega. To je, da vidim svojo Elo stopiti v 1. razred. In ko se je to zgodilo, jaz sem takrat jokala kot dež. Dobro, da smo bile takrat v enem mojem majhnem kraju, kjer tako ni, kjer so me vsi poznali, pa so po mojem tudi vedeli, za kaj se gre. Ampak meni je to pomenilo toliko, ne, ker to je bilo v bistvu dobrih 5 let, ne, ali pa 5 let, ja, 5 let je bilo. In za mene je bila to ena taka velika prelomnica. Ona je zdaj stara že 13, to mislim, to, da sem jaz lahko njo videla, koliko je mislim, res to je. Daj mi opiši ta dan, ko jo pelješ v 1. razred. in hkrati razmišljaš, In veš, kaj to pomeni da je na to simbolni ravni. to Ne? velik simbol, ja. Veš, kak je bilo? V bistvu je bilo, začelo se je tako, da smo šli najprej na en tak sestanek pred 1. razredom, kjer smo se spoznali z učiteljico, to je bilo v bistvu preden je začela 1. razred. In tam smo bili tisti starši in jaz, ko sem prišla tam noter v tisto šolo, meni so se samo solze usule, res. Tisti dan, ko je pa bil dejansko 1. razred, je vsak otrok dobil eno tak balonček, in ne bom nikoli pozabila tega dneva. Točno vem vse, kaj se je zgodilo, in pač po tem dnevu smo še prijatelja od pač sošolca njenega, no, ampak od prijateljice sin je bil, smo ga vzeli in smo šli v kino in so šli gledati, ne vem, nekega Shreka ali ne vem, kaj je bilo, ker vem, da so jim potem čisto obarvali te obraze. Ampak v glavnem, onadva sta tako uživala in jaz sem si rekla, koliko imam jaz srečo, da sem lahko še vedno tukaj. A veš, ni to, kar naenkrat ni več vse samoumevno. Pa ti si tudi iz te bolečine svoje največje, če tako pogledaš, naredila svoje poslanstvo, ne? Ja, v resnici je bilo tako, ne, jaz sem pol vedela, da pač službe ne bom dobila. In sem rekla, ok, kaj pa naj zdaj naredim, jaz nujno rabim en projekt. Jaz sem toliko hotela delati, jaz sem hrepenela potem, da bom delala. Jaz sem že med porodniškim dopustom, sem komaj čakala, da najdem službo, da začnem delati. Tako da sem si rekla, nič, bom pa itak, imam svoje bloge, kaj pa če bi jaz knjigo izdala, pa ne bom samo te svoje bloge, pa svoje zgodbe izdala, ampak bom še neke nasvete za tiste, ki bojo zboleli. Tako da med temi nasveti sem dodala intervju s psihoonkologinjo, pa potem je bilo Združenje Evropadona Slovenija, pa Društvo onkoloških bolnikov, pa potem kako povrniti potne stroške, pa take. In v glavnem ena od teh je bila tudi, kako pomembno je bilo zavarovanje za hude bolezni. Ker se mi je v tistem trenutku, se mi je zdelo, tisti, ki bojo mojo knjigo brali, mojih knjig kroži okrog 1000 okrog. 1000 je bila naklada, 1000 jih kroži okrog. Od tega jih je nekje 150 v knjižnicah ali 120, ostale pa krožijo in še vedno krožijo. Drugače so pa razprodane, tako da v knjižnicah lahko dobite. Ampak moram reči, da tisti, sem rekla, ko bojo to brali, ko bojo zdravi, pa ne vidijo, kaj so pomembne zadeve. Pa veš, tisto nekaj malo, koliko vsak mesec daš na stran, ti lahko v bistvu zelo pomaga pri tvoji kvaliteti življenja, če se ti bo enkrat slučajno nekaj zgodilo. Lepo si opisala, ne? Bodite močne, pregledujte si, lepo smo šli. Odzovite se povabilo na Doro, potem Dobro, si da si napisal. Jaz se rad naučim kaj. Pač Potem si napisala, sklenite čim prej zavarovanje zoper hude bolezni, ker dokler je še čas. Mogoče bi zdaj jaz pač dodal še samo to, ker so te novi produkti, čakalne vrste, da se izognete čakanju in nekim emocionalnem stresu, zaradi tega še to zavarovanje zoper, mislim, specialiste, da boste čim prej prišli na pregled, ne. Da mi povej tole, mislim, vam to vprašanje, oprostite, mogoče samo še ti bolj za vprašati, ampak toliko me zanima, zato ker, mislim, vseeno me zanima kot
kot moškega, ne, dala si zdaj nekaj na svetu za ženske. Ne. Daj mi še povej, kaj bi pa sporočila moškim, katere partnerke bodo dobile letošnjo leto diagnozo. Ja, to smo se že malo prej pogovarjali. Ne jim bojo v oporo, ne jih poslušajo in upoštevajo, ker spet ženske so ful drugačne. Ene se želijo o tem pogovarjati, druge se ne želijo o tem pogovarjati. Ene si želijo same iti na onkološkega, druge si želijo podporo. Dajte jim biti v podporo. Ne rečem to te, pač govorim na splošno. Pomembno je tudi to, a veš, ženska se za vse sekira, sploh če ima otroke. A bojo otroci nahranjeni, a jih bo kdo peljal na trening, a se jim bo zmanjšala kvaliteta življenja, a bojo bili ob neko varnost, a veš, tako in drugačno, a se bojo mogli odpovedati nekaterim stvarem. To mi nočemo, a veš. Ampak je pa tako, ne, da si videl številke, bolj zbolevajo moški kot ženske. Ne? In tukaj bi pa jaz mogoče apelirala pa tudi na ženske vse, dajte spodbuditi svoje moške, da grejo na ta presejalni program, zdaj edini, ki je, ne? Se zdaj v pripravi sta še dva, eden je posebej za moške, to je Peter, ne? Ta bo v bistvu iskal raka prostate in potem bo še Luka, ta bo pa iskal raka pljuč. Zdaj oba sta še to v pilotu, Peter mislim, da se je že nekaj začel izvajati kot pilot, medtem ko Luka je pa še zelo tako v pripravah, ne? Ker v bistvu tle je treba identificirati, kdo je v bistvu tisti, ki ga bojo presejali. A veš, to so kadilci verjetno, pa ne vem. Tak, da to. Kaj pa recimo, kdaj bi jaz zdaj mogel iti na Petra, če sem pred? Amo reči, to poletje. Ampak ne moš. Ko boš klical. Vsako leto si tudi ti lahko podariš to, veš? Ta pregled, ne? A ti meni. Ja, lahko si podarita en drugem. Kaj pa svetuje za moške, za preglede tega preventivne, recimo na koliko časa? A misliš to, da greš na samoplačniške? Ne vem, lahko greš enkrat na leto. Ampak dobro je biti tudi pozoren na tiste neke majhne spremembe. A veš, se pride do majhnih sprememb. To, če si imel ti probleme s prebavo, super, da si šel pogledat, če se ni v enem dnevu nehalo. Ne? To, da si ti toliko zaveden, da veš, da v bistvu moraš iti pogledat, da če je kaj narobe, da če je kaj res narobe, ne bo minilo čez noč, ampak bo pač vsak dan, vsak mesec, ne, bo slabš. Še vedno me tole malo zanima, ker mislim, da mora biti resen problem za žensko in za moškega, ki ste že omenila malo, ne. Dojko ti bojo vzeli, ne. Kaj to pomeni za žensko, ko ji vzamejo eno ali obe dojki? Lej, v Sloveniji je to spet odvisno, kako se ženska počuti, ampak v Sloveniji mi imamo res dobro zdravljenje. Tako bom rekla, imamo vsa zdravila, ki so v bistvu zdaj na trgu, se pravi dostopamo tudi do kirurgije, se pravi do rekonstrukcije, ne, to, kar drugje nimajo. Pri nas imamo tudi možnost genetskega testiranja, ne, če gre za, se pravi, za kakšne mutacije genov, s katerimi imaš pač zelo velike možnosti, da boš zbolel za nekaterimi oblikami raka, ne, tako kot imam jaz recimo to. Takim ženskam tudi preventivne operacije naredijo, dojk, jajčnikov, ne, in v bistvu vse zraven pride tudi rekonstrukcija. Tako da takšne pri nas recimo lahko rečem, je to dobro urejeno, ne. In spet je tako, kak ti gledaš. Če ti gledaš na to, kot to, meni so pa vzeli dojke, pa če imaš takega partnerja doma, ki to res dela veliki big deal iz tega, pa bo to pač problem. Češ pa ti rekel, lej, se konec koncev naročila ji bom s kataloga, ene pa za to plačajo, ne. Je odvisno, kak jemlješ življenje. Pogled na življenje. Tu sem prej videl iz košarice mini A na košarico A+. Veš, kaj me zanima? Videl, ker sem šla iz CNC. Aha, ja, ampak sem videl, piše iz košarice mini A na A+. Piše, ti bom našel, če mi ne verjameš. Ja, no in to me je pol malo. No, mene zanima, a lahko ti izbiraš pol? Ja, a to ne reče, ne, prej si imela mini A, ne moreš imeti C, ne? Ne moreš biti zlepa brena, ne? Veliko žensk je celo takih, ki imajo recimo na eni dojki, ne? A veš, se na dveh dojkih, da dve dojki odstranijo in rekonstruirajo, to je redko. Se pravi, to je... Znam, ker
Ja, to je pri tistih, ki imajo recimo genetske okvare, tiste, ki so imele na obeh straneh raka, tiste, ki mogoče po eni operaciji ni šlo v zdrav rob, recimo, pa so pol, ali pa ko recimo imajo res toliko enega raka v družini, da se, ali pač take stvari, ali pa da se same odločijo, ampak kirurgi to zelo neradi delajo, ne, da brez neke indikacije, kar odstranijo obe dojki, ne. Načeloma se sam odločiš, kaj, ampak jaz moram tako reči, nobene ne poznam, da bi imela A, pa bi hotela iti na nek C, D ali pa kaj takega. Tista, ki je imela raka. A veš, zato, ker se ti pogled spremeni, ker ni več to Čisto. pol bistvo, a veš. Kaj dobro. Tebi je fajn, v bistvu zdaj je že celo tak trend ratal, da nekatere ženske sploh nočejo več rekonstrukcije, ne. A veš, ampak to je tako, ne, se to, mislim, to res pride tak, ne pride. Z zrelostjo. Ja, ampak ne pride, mislim, to se mogoče, nekatere se morajo tako odločiti, ker imajo mogoče težave z zdravjem, srcem ali pa kaj recimo, ne, nekatere pa mogoče, ko so starejše, toliko pa rečejo, nočem tega, ker v bistvu vsaka rekonstrukcija nosi za sabo tudi možnost zapletov. A veš, in imaš ti vsadke noter, vsadke ti lahko telo zavrne, lahko pride, ne vem, do nekih obratov, lahko recimo jaz sem imela imam zdaj vsadke 10 let, nekje po 5 letih, ne, sem v bistvu šla delati v eno podjetje in so rekli, da bom šla skozi kroženje po celem podjetju. In pristanem jaz v proizvodnji, ker sem mogla ene čipe, pač jaz sem štromarka, saj sem povedala, ne. V glavnem, in sem mogla v bistvu ene čipe prestavljati iz točke A v točko B in sem jaz to tako delala in sem v bistvu si tako ziritirala ta del, da kar naenkrat se mi je vse vnelo in pri meni je to trajalo v bistvu ene 3 leta, da se je meni to umirilo. Se pravi, ni to kar tako, a veš, ti pri povečanju dojk v bistvu vse tvoje tkivo ostane, imaš v bistvu neke amortizerje, če tako pogledaš, ne. Tukaj ti pa v bistvu izluščijo vso tkivo dojke. Grejo res pač v nulo, velikokrat tudi bradavice, največkrat pač odstranijo in potem ti jih naredijo, lahko si 3D tatu narediš, ali ti v bistvu mogoče tako malo zoperirajo, pa dvignejo to kožo, pa okrog tatu naredijo. Tako da zelo odvisno, a veš, in take ženske, kaj da ti rečem, Smiljan, a veš, nekatere bojo to zelo pozitivno vzele, zaradi tega, ker bojo rekle, jaz sem preživela. Imamo pa tudi pač primere take, ki nočejo, da bilo kdo zve v njihovi širši okolici, da so zbolele za rakom in to zelo skrivajo in potem jih je v bistvu strah vsega, kar pride, strah jih je operacij, strah jih je v bistvu bilo kakšnih takih bolj radikalnih zadev, ne. Zdaj, a veš, jaz imam odstranjeni obe dojki, potem so mi odstranili še cevode, pa še ena operacija, kjer so mi odstranili jajčnike, ker imam genetsko okvaro, ne, se pravi mutacijo gena BRCA1. To spet en velik plus v Sloveniji, da imamo to možnost, da imamo ambulanto za genetsko testiranje in svetovanje. Spet nekaj takega, kar lahko rečemo, da smo v eni prednosti. Ker to, da sem jaz bolela za rakom, to je rešilo moji mami življenje. To, da so mene testirali, da imam to brco, ne, da so ugotovili, da imam, so potem testirali, tem se reče kaskadno testiranje, testirajo vse sorodnike in k sreči so bili vsi negativni, ne, ker te mutacije, a veš, ne preskakujejo generacij. Se pravi, če imam jaz to mutacijo, pomeni, da jo ima moja mama ali moj oče. Ne, testirali so mojo mamo, ker je bilo več raka na njeni strani družine, ona je bila tudi pozitivna, ostali moji okrog so bili negativni in, a veš, njej so takoj rekli, treba je jajčnike odstraniti, ker jajčnike je zelo težko, raka jajčnikov je zelo težko najti. In ona je kar nekaj časa čakala, približno pol leta, ker je imela službo, ker je imela opravke, takrat sem še imela neko operacijo, mojega očeta je nekaj v križu zagrabilo, ne, in je rekla, bom jaz malo počakala. In ona je bila operirana 24. decembra. 24. decembra leta 15 ali 14. No, v glavnem. In jaz kuham božično večerjo, ko ona mene kliče, Darja, nekaj je narobe. Kaj? Ne vem. In ji niso povedali, ker je bilo takrat seveda vsi so šli, ko se je ona zbudila, že domov na božične večere in ona je šele potem 27. zvedela, da je bil, čeprav je kazalo, tumorske markerji so imeli za raka jajčnikov, ultrazvok so naredili, vse kazali, da je v redu. A bilo je že 7 centimetrov rakave cevod. Ne? In potem je v bistvu moja mama, ne, to se še vedno šteje za zgodnje odkritje, ne, je šla čez 6 ciklov kemoterapij, čez pač
popolno odstranitev rodil, ampak ona je zdaj še tukaj. A veš, in pol je rekel ta predstojnik ginekologije, ki je bil njen ginekolog, ki je operiral, je rekel, zahvalite se hčerki, ki vam je rešila življenje. Ne, In to, ampak jaz sem pa tako rekla, veš, ja, sej, mogoče je moj rak do neke mere rešil življenje, sem to, da imamo pa mi možnost pri nas genetskega testiranja, ne, seveda moraš imeti neke indikacije, a veš, ne testirajo kar vsakega. Ja, zdaj moraš Vsak je imeti prav, neke, ne. tako, sam plačal že to v v Sloveniji. Sloveniji ne. Ampak lahko greš. Mislim, kakšno vlogo zdaj že ima AI pa ugotavljanje zgodnje raka v Sloveniji, že je tukaj razvito ali je bolj to tujini? Mislim, da se testira pri Dori. Pri Dori se testira, ne, ampak zaenkrat je še veliko lažno pozitivnih, preveč lažno, tako da v bistvu ga morajo še malo natrenirati AI, ampak v tujini se pa to že Ja, tudi v v Ameriki bistvu. to je že normalno. Ja, ja. In so tudi zelo, ne, ni človeškega faktorja zadja, veš, ti si lahko utrujen, tako kot si šla, ne, veš, pozno spat pa si utrujen, pa a veš, mogoče nisi zbran 100% in v takem primeru, ne, veš, ti pa umetna inteligenca lahko mogoče bolj pove, a veš, nek rezultat. Sem poslušal zdaj zgodbo tvoje mame, ne, in tvoje besede. Nisem mogel, da ne bi pomislil na besedo, da poslanstvo. A je možno, da je tvoja bolezen razlog bil, da ti dobiš eno poslanstvo v življenju? Ker glede na to, da si zdaj predsednica Evrope Done, verjetno brez te bolezni nikoli ne bi bila. Ne, definitivno ne bi bila. Ampak Se malo sem se tudi borila, tako, mislim, a veš, jaz sem vseeno naredila elektrofaks, ki ni lahki, a veš, in sem kar nekaj časa ga delala in sem bila ponosna na to in sem rekla, glej, mogoče, da se vrnem nazaj, da sam povem, ne, ker ko sem knjigo izdala in jo spromovirala in tako, in potem sem mi las izrasel in sem rekla, zdaj je pa čas, da spet grem službo iskat. In ena služba, ki je bila ful blizu mojega doma, ki je bila točno to, kar sem jaz želela, pač iskali so inženirja univerzitetnega in imelo je veze z medicino, medicinskimi pripomočki, to, kar je bilo meni vedno všeč, in jaz prijem tam in kar naenkrat sem dobila en tak pozitiven odgovor, ker sem dobila od kadrovnice takoj, da me vabi na razgovor, in potem sem jaz rekla, ampak jaz sem vam napisala svoje bolezni, ker vas to nič ne moti. Ne, je rekla, jaz in direktor sva pogledala in sva rekla, če je vse to šla skozi, pa bo v bistvu, ko bo pri nas kaj zagustilo, se ne bo ustrašila, ampak bo terala naprej. Bravo. Ja, in pa sem rekla, to tako zdaj, ko naše ženske, ko iščejo službo, pa rečejo, joj, pa 20 prošenj sem mu dala, 5 prošenj, ne vem, 100 prošenj, samo eno moraš imeti, samo ena bo tista ta prava. Ne, in ne obupati, ker tudi, če bi bila ti zdrava, bi lahko 20 prošenj poslala, pa te ne bi vzeli. Ni vedno vse zaradi bolezni in tudi tukaj imamo take opolnomočene in dobre delodajalce, ki se zavedajo, da v bistvu se to lahko zgodi in da to ne pomeni konec sveta. Res imam tako eno lepo zgodbo z našega konca, ko ena punca je bilo ful strah, kaj bo rekel direktor, ne. Po tistem, ko je že Ona dobila je zbolela, diagnozo? ja, in je imela tudi tako težko obliko kot jaz. Direktor se je pa zjokal in je rekel, karkoli boš rabila, to boš dobila. Vse bomo prilagodili, ti samo glej, da se boš pozdravila. In kaj smo izvedeli, njegova mama je tudi zbolela za rakom dojke. In on je imel to izkušnjo v družini in zato je v bistvu se zavedal, kaj to pomeni, kakšne stranske učinke to prinese za sabo, ampak tudi to pomeni, da se boš ti po zdravljenju lahko vrnil. Mogoče v nekem omejenem obsegu, ampak tisto, kar boš pa bil, boš pa 100% delal. Tako da ja, ampak tako da, ko si me vprašal, jaz sem pol v tem podjetju delala, pa sem še 2 zamenjala v gospodarstvu. Pol je pa v bistvu prišlo, skozi sem pa delala v bistvu prostovoljno za, bila prostovoljka pri Evropi Doni, v bistvu sem tudi dala prvi denar, ko sem ga dobila, sem ga namenila v bistvu Evropi Doni, pa Društvu onkoloških bolnikov takrat, in sem rekla, da v nekem trenutku, delala sem tudi na svetovalnem telefonu, pa na različnih projektih, že tako, ne, poleg svoje službe v gospodarstvu. Pa smo pa dobili v bistvu prvi evropski projekt, naša direktorica je zelo dobra, mislim, ona je res taka fenomenalna in v evropskem prostoru zelo prepoznana in je dobila to eno ponudbo, da bi se priključili prvem evropskem projektu in smo dobili nek denar in je ona me klicala pa je rekla, kaj bi delala ti na tem evropskem projektu.
In kaj boš pol? Z glavo si v gospodarstvu, ker veš, da si doštudiral, ker veš, da mislim, je bilo težko, pa hočeš to delati naprej, s srcem si pa čist drugi. A veš, se ukvarjaš vsak dan z bolnicami, se počutiš res polnega, ko jim lahko pomagaš. In pol v enem trenutku se moraš odločiti. In moram reči, da sem se odločila, šla sem v Evropodono, zdaj imamo že 4 evropske projekte, tako res čudovito je. In pol v bistvu me tudi prejšnja predsednica prosila, če bi bila pa jaz potem naslednja in moram reči, da zdaj super sodelujemo skupaj s Tanjo Španič in evo, tukaj smo na naši 100. številki, ki je šla lansko leto. 5-krat na leto izdamo naše novice Evropadona, kjer v bistvu so 4-krat namenjene našim članicam. Oktobrska gre pa v bistvu v nakladi nekih 65,000 kot priloga one. Tista je pa bolj taka namenjena osveščanju. Ampak ja, če govoriš o poslanstvu, jaz ne bi nikoli bila tukaj, če ne bi zbolela. In ja, tako da en del poslanstva to je. Konec koncev vedno nas bo to spremljalo, ker konec koncev sem tudi nosilka te genetske okvare. Tudi moja hčerka ima 50% možnost, da je nosilka te genetske okvare. Rada gledam raziskave, ki potekajo po celem svetu na to temo, ne. Ali razvijajo že kaj, da bomo tiste ženske, ki smo te nosilke, mogoče kaj bolj zaščitene, da ne bo treba vse to odstranjevati, dojke, jajčnike in tako naprej, ne. Da bomo v bistvu lahko bolj kvalitetno živele. Tako da hčerko pa lahko v bistvu testiramo, ko bo stara 18 let. To sem tudi hotel vprašati, ne. Malo mi še pove o povratku na delo pa pravicah žensk. Ja, zdaj težave so predvsem v tem, ker imamo zelo veliko deležnikov, se pravi tukaj je ZZZS, SPIZ, delodajalec, delavec, osebni zdravnik, potem imamo invalidski sklad in med sabo nič ne sodelujejo. Ne, ti si predstavljaj, si bolnica, okej, zboliš za rakom, greš na bolniški stalež, osebnega zdravnika vidiš ali pa mogoče ne vidiš takrat, ko je treba bolniški stalež podaljšati. Z delodajalcem velikokrat ni nobenih stikov v tem času, ne. Delodajalec v bistvu tudi ne sme vprašati bolnika oziroma tistega, ki je na bolniškem staležu, kaj je z njim narobe, kdaj se vrne in tako naprej. Lahko ga pa povabi na kavo. Ne? Ampak veš, pa se ti normalno pogovarjaš, ne vprašaš in velikokrat, ko je en tak fair odnos, ti delavci tudi povejo te stvari. Ne? Pa imamo ZZZS, ki v bistvu narekuje, koliko časa si na bolniškem staležu, pa nima dostopa do tvoje delovne dokumentacije, ne ve, kaj delaš, ne? Spet ni isto, ne? A ti delaš v pisarni, ali delaš od doma, ali si privatnik, ali pa delaš v proizvodnji neko zelo težko delo, ne? Potem se pravi pride naprej na tiste neke dolgoročne prilagoditve, ne? Če ne zmoreš, greš na SPIZ, postopki trajajo pol leta, ne? Noben ne ve niti, kakšne so njihove pravice, tukaj je še poklicna rehabilitacija. Tako da ja, na koncu je tako, da v bistvu mi smo imeli na onkološkem zelo dober pilotni projekt celostne rehabilitacije, OREH se mu je reklo, in je vključeval 300 žensk z rakom dojk. Zdaj 150 jih je bilo v kontrolni skupini, 150 jih je pa res prejelo tudi celostno rehabilitacijo. In ena od teh je bila tudi poklicna rehabilitacija, kjer so na URI Soči v bistvu naredili oceno preostale delovne zmožnosti, v bistvu kakšna pa plan vračanja na delo, ne. In smo ugotovili v bistvu, da so te ženske, ne, bile veliko bolj zadovoljne, da so se bolniški staleži skrajšali, da se je več služb v bistvu vdržalo, ne. Zdaj, tega seveda ni možno imeti za vse, je pa vseeno onkološki tako naredil preko enih vprašalnikov, tisti, ki to potrebujejo, je zdaj ena taka svetovalka tam, ki ti v bistvu vse to svetuje. Ampak, ne, mi imamo še vedno, ne vem, jaz imam toliko klicev, jaz se predvsem s tem ukvarjam in pač ženske še kar ne vejo, ne, ne vejo, kakšne so njihove možnosti, ne, ker to je v bistvu tako kompleksno, da ti moraš v bistvu vsaki posebej razložiti, kakšne so možnosti glede na to, kakšne so njene želje, koliko je stara, kaj v bistvu v resnici dela, pa koliko zmore, ne, kakšne ima v bistvu neke omejitve, ne. Pol so tukaj, ne vem, težave pri invalidnini za telesno okvaro,
To je neko nadomestilo finančno za tiste, ki imajo ocenjeno telesno okvaro. Zdaj pri dojkah je to, ne vem, če imaš obe dojki odstranjeni, dobiš 50% telesno okvaro, če so jajčniki pred 50, je spet 50, mislim tako, in se potem te procenti neki seštevajo. Moraš imeti pa 50%, da to finančno dobiš, ne, pa gor do 100, ne. Zdaj težava je recimo pri mladih, ne, tiste, ki so zbolele, preden so prvič nastopile z delom, te v bistvu nimajo nobene pravice do invalidnine in ne bojo imele celo življenje pravice, ker je ta pravica vezana na pokojninsko pa invalidsko zavarovanje. Pa take, ne, in pol v bistvu smo mi odprli ta projekt Povratek na delo, kjer smo rekli, da bomo v bistvu pomagali ženskam, pomagali delodajalcem, osveščali delodajalce, ne, o tem, kako pomembno je zdravo delovno okolje, da v bistvu sprejmejo lepo ženske, ki se vrnejo nazaj, da jih spoštujejo, da spoštujejo pač to, če se želijo pogovarjati ali ne, v bistvu vse to, pa tudi v bistvu kakšne spodbude imajo oni, ker v bistvu, če ti pridobiš neko kategorijo invalidnosti, neke dolgoročne prilagoditve delovnega mesta, imaš kot delodajalec v bistvu ful veliko spodbud. Ne? Ali ne plačuješ kazni zaradi kvote, ne? Invalidov, ali pa imaš v bistvu invalide nad kvoto, kateri so oproščeni v bistvu prispevkov pokojninskega pa invalidskega zavarovanja, neke nagrade za preseganje kvote dobijo. No, pa smo pa zraven rekli, da zdaj moramo pa v bistvu tudi odločevalce na to opozoriti, kako pomembno je, ne vem, da bi ženske imele vse, oziroma ne samo ženske, vsi, ne, to zgodnjo poklicno rehabilitacijo, kjer bi se naredil nek plan vračanja na delo, pa se bi jim razložile vse pravice. Ampak ja, tako da smo pol naredili 3 okrogle mize za začetek. Prvo smo naslovili delavca, drugo delodajalca, tretje smo povabili odločevalca. Moram reči, vsi so se odzvali, od predstavnika iz parlamenta do ministrstva za delo, ministrstva za zdravje in tako naprej, SPIZ, ZZZS. Ugotovili smo, da zelo potrebujemo enotni izvedenski organ, ki bo združeval SPIZ pa ZZZS, ampak na žalost je bil to tudi predlog. Bila sem tudi v državnem zboru, kjer sem pač to zagovarjala, pa enostavno očitno še ni prav čas ali ni prava stranka to predlagala, ne vem, kako naj tem rečem, sem bila zelo razočarana nad tem, kako je fokus povsod drugje, samo ne na bolnikih, ne. Tako da tle imamo, moram reči, še veliko dela. Zdaj so volitve, mogoče bo lažje. Ne vem. Vsekakor moram reči, da zelo bi si želela, če bi ljudje bolnike na prvo mesto postavljali pred svoje neke lastne interese, ampak na žalost se mi zdi, dokler ne zboliš ali pa nimaš nekoga v družini ali pa bližnji okolici, da se tega ne zavedaš. Mislim, da nas čaka še veliko dela, predvsem pa zdajle gledam, veš, kaj sem zdaj razmišljala? Vidiš, smo eni 10 let nazaj menda delali intervju. Ja, mislim, da je bilo 10 let, ja, ker sem smela nekje dotle las. In veš, kaj se meni zdi, ti si tako zrasla, res, pa taka neka hvaležnost veje iz tebe. Se mi zdi tako hvaležnost. Ja, ne? Ja, definitivno. In to se mi zdi tudi mogoče en dober nasvet za punce in fante. Biti tukaj pa zdaj prisoten pa hvaležen. Vsekakor. Mislim, jaz sem toliko hvaležna, ko vidim hčerko, no, in zdaj je stara 13 let, pa gremo kdaj skupaj, zdaj je že pač toliko velika, gremo lahko v kino skupaj, gremo lahko shopping skupaj, gremo lahko celo enkrat bomo šle zdaj potovati, smo si rekle. Mislim, to je res ena taka čast. Čast je v bistvu živeti tukaj, ne? Pa biti tukaj. Izkusiti. Koliko je članic vašega združenja? Kaj? Koliko članic imate? Ja, članic imamo pa zelo veliko. Skoraj 4000 že, 3800. A moraš imeti izkušnjo bolezni z rakom? Ne, vsak se lahko pridruži. Večinoma imamo sicer članice, ampak pa njihove podpornike, ampak smo v bistvu zelo veseli vsakega člana. Mi imamo zelo, zelo veliko aktivnosti. Vsak član 5-krat na leto dobi te novice, seveda brezplačno, članarina je 15 evrov na leto. Drugače pa vsem osveščamo oziroma obveščamo preko maila, tako da vseh teh aktivnostih so potem obveščeni. Mislim, mi smo tako, ne, mi smo združenje, seveda se moramo sami financirati, ne, in v bistvu iščemo nove načine financiranja skozi, ne, tako da en naš
zelo pomemben vir financiranja so dohodnine, a že namenjata komu dohodnino. Je sigurno nekaj damo, vsak veš, da, ne? To enega zbereš, ne, daš 1%, v bistvu nič te ne stane, nekom nameniš ta svoj 1%. To je lepo, ja. Ja, to je super, no. Potem imamo fizične donatorje, imamo tudi mesečne donatorje, potem preko različnih podjetij. Tako da probamo, ne, nekaj s članarinami dobivamo, tako da nekaj preko evropskih projektov, tako da probamo, ne. Imamo tudi v bistvu en projekt, ki je nam zelo, zelo pomemben, to je program Roza, to je program psihosocialne podpore. Tule imamo v bistvu združeno to, kar sem prej rekla, ne, to podporo individualno, družinsko, pač te terapije, delavnice samopomoči, čuječnost in tako naprej, tega je res zelo veliko. Potem imamo v bistvu vse te delavnice razdeljene tudi po celi Sloveniji, ne, zaradi tega, ker si želimo to v nekem lokalnem okolju približati, ne, ker s tem konec koncev tudi osveščamo lokalno okolje in članicam pomagamo v bistvu, da imajo te stvari blizu. Zdaj imamo pa še tudi prav posebne sekcije, to so 3 sekcije. Eno je sekcija za ženske, ki so zbolele mlade do 39. leta, ker one imajo spet neke specifične potrebe, a veš, to, ki je ohranjanje plodnosti, to vračanje na delo, ne, mislim, to so res take pomembne zadeve. Pa imamo eno sekcijo za ženske ki rodili, ne, to je iz leta 2018. Potem pa še ena, ki pa je pa pač zelo težka, no, združuje pa ženske z napredovalno obliko raka. Ne, to je pa spet, se pa pogovarjamo o zgodnji paliativi, pozni paliativi, sprejemanju z boleznijo. To so pa, eno je zboleti za rakom, drugo je pa, bom jaz rekla, zboleti za metastatsko boleznijo. Ja. Tale znak, kaj je to, simbol? To je rožnata pentlja, to je znak osveščanja o raku dojk. Kaj želite z njim sporočiti? Ko nekdo to vidi, mislim, da je že toliko prepoznavno, prva moja misel je, raka je prebolela, ne? Ja, Kaj? mogoče res dosti metov nosimo, tiste, ki smo že prebolele. Velikokrat se zgodi, da nabavijo tudi prijateljice od kakšne, ki zboli, in vse potem nosijo to njej v podporo. Kot simbol. Tako, to je podpora. In te so v bistvu zelo lepi, to so unikatni, se pravi, vsaka je posebej stekla narejena, tako da imamo v združenju v naši trgovini, spletni, vijolične in pa roza. Vijolični in roza mesec, ne? Tako, Ja, imamo vijolični september in pa rožnati oktober. Darja, kaj je ta stavek danes, po tolikih letih, po tolikih izkušnjah, kako danes ta stavek doživljaš ali pa kaj ti pomeni? Vem, da zmoreš, Darja, torej. To ni samo naslov tvoje knjige, ampak to je pomemben stavek zate, ne? Ampak me zanima zdajle po tolikih letih. A veš, kako je sploh prišlo do tega naslova? To je bilo, jaz sem razmišljala, kako dati naslov, se veš, vidno imata oba, ne, ker ni knjig, ne, in pa moraš res razmišljati, kaj boš dal. In jaz sem pisala bloge in ta knjiga je nastala na podlagi teh blogov, na žalost se je ponudnik pol umaknil in jih zdaj ni več na spletu. Mogoče bi jih mogla obnoviti, ker konec koncev imam besedila. Ampak ena gospa mi je napisala v komentar: "Vem, da zmoreš, Darja, tudi jaz se." Ja, in sem rekla, evo to, vem, da zmoreš, Darja, zaradi tega, ker vsaka, ko bo rekla, ko bo to prebrala, bo rekla, vem, da zmoreš. In v bistvu jaz sem dala tukaj tudi nekaj teh najlepših komentarjev, ki so bili meni namenjeni, in to so bili v bistvu komentarji popolnih neznancev največkrat. In jaz sem rekla, če so te komentarji meni namenjeni, bo tista, ki bo to brala, bojo te komentarji tudi njej namenjeni. Tako da to sem hotela v bistvu neko pozitivno, čeprav še zmeraj slišim, da jaz sem tako jokala že na 4. strani, da nisem mogla prebrati, ampak večinoma, ko pa dobim feedbackov, no, so pa taki zelo lepi, no. Je bila to ena oblika terapije, ne? To je bila definitivno oblika terapije. Začela se je tako, ko sem jaz videla svojo hčerko, ko sem tako že ene 3. razlagala po telefonu, da sem zbolela za rakom, pa kaj so rekli zdravniki pa tako naprej. In je ta mala prišla do mene, ni še znala čisto sama hoditi in je tako malo se je držala, malo je prišla do mene in pol je ful začela jokati. In pol sem jaz rekla,
Jaz zdaj sploh ne vem, koliko časa imam. A mi jaz zdaj skozi na telefonu razlagala za vsako, ko bom šla k zdravniku, kaj se dogaja. K sreči sem imela imam pač res lepo, veliko družino, prijatelji in vsi so hoteli to vedeti, ampak jaz sem rekla, jaz ne morem to zgodbo ponavljati skozi, jaz hočem to z njo preživeti, ta čas, hčerko, ko ga imam. In zato je prišlo do tega, da sem začela blog pisati. To je rekla prijateljica, mi je rekla, pa daj, pa napiš blog. In sem rekla, okej, pišem za sebe, za prijatelje. In potem so začeli to ljudje brati. In to je bilo toliko brano v enem trenutku, da ko sem jaz prišla od zdravnika, pač iz onkološkega, če nisem takoj napisala, so mi ljudje pisali sporočila ali pa me klicali, zakaj nisem, ali kaj narobe, zakaj ni, da oni želijo brati naprej. In jaz sem včasih to tako, jaz sem bila toliko zadeta od vseh zdravil včasih, ker to imaš itak vsega tistih koktejlih, kemoterapij, da če bi se tako premakla, se mi je vse vrtelo. Jaz sem vzela laptop in pisala. In je moja mama enkrat je prišla, večkrat, je tako rekla, Darja, ti nisi normalna, daj računalnik dol, lež se, zdaj moraš počivati. Ne, jaz moram napisati. In je bilo res. To je bilo res, to je meni dalo toliko ene energije in ljudje, ki so me brali, vsemi temi komentarji. Jaz sem se takrat počutila, to se ful čuden sliši, zato ker sem slišala tudi enkrat en komentar, če je z mano vse okej, ker sem jaz tako pozitivna, ne? Ampak enostavno, pa zakaj se jaz kar obnašam, kot da to ni nič kaj takega, ne? Ampak jaz sem rekla, jaz imam en cilj, pač da čez to grem. Okej, ta kratkoročni cilj, to, kar sem prej rekla. Ta operacija, una operacija, tretja operacija, kemoterapija, 1., 2., 8. Pa bom pa okej, 3 dni sem bila boga in pol, ko sem po 3 dneh, ko sem se lahko stala, ko mi ni bilo več slabo, ko sem lahko normalno dihala, sem šla v avto, dala muziko na glas, pela, veš. In to se ti kar naenkrat zdi nič več samoumevno. Kot ena prednost, ki jo lahko imaš. A je bila kakšna reakcija, kakšne osebe, ni važno koga, ki te je negativno presenetila? Ja, sej vedno, ko zboliš za rakom, zgubiš del ljudi okrog sebe. Ja, pa mogoče to je kakšne bližnje osebe, kakšna negativna. Kaj? Mislim, vedno je tako. Mislim, še ne poznam nobenega, ki bo rekel, da so pa vsi ostali zraven njega. Vedno obstajajo ljudje, ki ne vejo, kaj bi ti rekli in se umaknejo. Ne, to recimo sem tudi v knjigi vprašala to psihoonkologinjo, ki je naredila intervju z mano. To je v bistvu primarij doktor Marija Vegelj Pirc, v bistvu začetnica psihoonkologije na Onkološkem inštitutu. In ona je rekla, mi smo tisti, ki moramo do njih, tisti, ki zbolimo, v bistvu moramo, zato ker oni ne vejo, kaj bi rekli. To smo tudi Se strinjam z njo. Ja, in to smo tudi v bistvu mi naredili, to zloženko, prijateljstvo v času bolezni. Bravo. Zaradi tega, ker velikokrat kličejo kakšne prijateljce, kličejo kakšni družinski člani, kaj ne rečejo, strah jih je, kako. Tudi to kličejo vas? Tudi to kličejo. Vse imajo prav, vse ne veš, kaj ne rečeš. Ne veš, kaj ne A rečeš. ne ga to lažiš, saj bo, kaj mu pa lahko rečem? Ja. Vse bo stari, drži se. To je najslabše, kaj lahko rečeš. A res? Veš, kaj pa najboljše, kaj lahko rečeš? Kaj rabiš? Rabiš, da skuham kosilo, rabiš, da ti kaj prinesem, rabiš, da ti otroke pelem na trening, karkoli, povej, takšne stvari. Rabiš, da ti pospravim, da ti zlikam, zato ker ti v tistem trenutku ne zmoreš. Take male stvari, ki v bistvu tebe ustavijo kot človeka, ki si v času teh bolezni, ne? Ampak še vedno tvoja družina živi, ne? A veš, ali pa če si samska oseba, veš, si kar naenkrat sam, a veš, si izoliran postaneš, ne hodiš v službo, kar naenkrat si sam onkološki inštitut doma, zato taki ljudje recimo velikokrat želijo delati, ne? Ker da niso socialno izolirani, a veš. Ja, se je logično, saj smo socialne bitje, no. Kakšna osebna izkušnja, pa kakšna negativna reakcija določene osebe, ki te Da te je presenetila. negativno. Mislim, nič kaj tako, kakor bi meni kdo hotel direktno reči, ne, to si niso upali. Ena je bila recimo ta, da me recimo niso hoteli zaposliti, ne. Ena je bila ta, da ne vem, ko sem imela predstavitev knjige svoje, vem, da je ena gospa rekla, ja, da je ona pa že hodila to poslušati, da se še ona kaj okužila. Ja, to je včasih veljalo, a veš, mislim, leta pa leta nazaj je veljalo, da je rak kužna bolezen, ne, in Celo to v zgodovini je to veljalo. ja, To kuga, ali kaj? tak pač in so bile tudi izkušnje, ne vem, je zbolela gospa, kateri so hodili po mleko velikokrat, ne, ker je imela kravo doma in
pač ni več noben prišel pol k njej po to mleko, ne, da ne bo tudi Kužina. oni zboleli, a veš. Mislim, ljudje se bojijo tistega, kar ne poznajo, ne, zato je zelo pomembno osveščati in kar smo mi ugotovili, raki rodil rabijo še zelo, zelo veliko. In ravno v Mariboru smo bili, se spomnim, na stojnici lani, kjer smo osveščali, in je bilo vse vijolično, pa še naše članice iz Maribora, takole so hodili okrog nas. Ja. Ker enostavno oni se o tem ne bojo pogovarjali. In potem vidiš eno gospo, prije, to je bilo pa v Ljubljani, pa reče: "Kaj? Pa jaz že 30 let nisem bila pri ginekologu, mene noben ne ogledal tam spodaj." A veš, pa se pa zgodi, da se raki najdejo pa tako mislim, tako pozno, ne, a veš. Ampak to je še drugi problem tudi, Nekaj mi ker povej, je tam a je spodaj. bil kdo, tako mi je malo logičen, da je rekel, zdaj pa bo svojo bolezen izkoriščala, da bo denar zaslužila s knjigo. Ha, veš kaj, jaz sem bila takrat brezposelna, meni je to res pač pomenilo neki finančni vir. Je pa tako, no, da jaz sem tudi kar nekaj teh knjig podarila, ampak da bi pa kdo res rekel, nekaj imamo v spominu, da je nekdo nekaj pametoval, ampak načeloma je bilo to vse lepo sprejeto. Tako je, veš, ko ti enkrat zboliš, imajo tudi ljudje malo strahu spoštovanja. In takrat kar naenkrat je zelo veliko podpore. Ker Slovenci imamo tako, če pogledaš na komentarje na kakšnih spletih, ne, so res katastrofa, ne, ampak ko pa nekdo zboli, takrat pa ratajo, ja, takrat pa v bistvu te zelo podpirajo. Tako da, če že kaj, bom prej rekla, da sem kasneje dobila kakšen komentar med boleznijo, pa prej ne. Meni je bilo še celo tako lepo, se spomnim, sem enkrat šla v naš trgovski center, jaz nisem si lasulje nikoli nabavila, ker pač jaz sem osveščala, jaz sem že takrat, mi je veliko pomenilo, da se ve, rak dojke tudi pri mladih, to se lahko zgodi in to ni nič narobe in mi smo še vedno živa bitja, ki jih je treba spoštovati in ki živimo in ki imamo svoje življenje in tako naprej. In vem, da sem bila takrat tudi malo po televiziji pa tako naprej, ne, to ni bilo še zaradi knjige, prej je bilo. V glavnem, jaz s kapico in pride ena gospa sredi trgovskega centra, reče: "Joj, kaj ste vi Darja Molan?" Pa jaz rečem: "Jaz sem, kaj vas lahko samo objavim?" Sem rekla: "Ja, dajte, prosim." Evo, smo se toliko stisnili, pol je malo še povedala, kdo je pa to. Ampak tako, seveda, tisti ljudje, ki v bistvu nimajo nič lepega za povedati, so po mojem se tudi bolj tiho v tistem času, pa se umaknejo. Eni seveda samo ne vejo, kaj bi rekli, imaš pa ogromno podpore ponavadi. Robin Sharma prihaja v Slovenijo. November 14, 2026, I will be speaking with Smiljan Mori in Ljubljana. Dogodek Build Your Empire bo združil Robina Sharmo in mene na enem odru. And this is an event for entrepreneurs, for leaders. Če vodite podjetje ali rastete v vlogi vodje, je to trenutek, ki ga želite izkoristiti. You do not want to miss this event, November 14, 2026 in Ljubljana. Build Your Empire, mesta so seveda omejena, vstopnice so pa na Eventinu. And I can't wait to be in Ljubljana and to meet you. Kaj pa kakšna pozitivna reakcija, taka, da te je slekla dobesedno? Nekoga mogoče, ki je bil blizu ali pa tudi sploh nisi pričakovala? Jaz moram reči, da je bila cela okolica taka, ki me je zelo podpirala. Razen pač par posameznikov, ki sem jih pač tudi, mislim, pa tudi ni bilo tako nič narobe, enostavno so se odmaknili in tudi nismo nikoli nekih stikov nazaj. Jaz moram reči, da kar me je sezulo, je bilo to, kako so reagirali, ko sem tisto zaposlitev dobila, kako so v tem videli nekaj pozitivnega. Takrat sem rekla, lej, vse je možno. Vse je možno. Res. Ne? Ker tako, kot si prej rekel, veš, rak je samo ena in rak je šele 4. na lestvici dolgotrajnih bolniških staležev. Kje so šele druge hude bolezni? Kaj najbolj? Ja, je kardiovaskularne, seveda pa imaš hrbtenico, pa imaš, mislim, tega je res veliko, ne. Tako da je, kar moramo skrbeti za sebe, in veliko damo tudi na telovadbo, imamo prav svoj program za gibanje in šport, ker v bistvu telovadba je zelo en tak velik preventivni dejavnik, da sploh zboliš. Na splošno je sploh, če se tega nimam s sabo te zloženke, ampak če bi se držal 12 nasvetov proti raku Evropskega kodeksa, bi lahko zmanjšali breme raka za 50%, se pravi za polovico.
To je v tem brez testu, imamo teh vseh 12 dejavnikov zapisanih, eden od teh je seveda tudi telovadba. Vidva itak zdaj telovadita, sta super. Ne, seveda to nobenega raka ne moreš direktno preprečiti, razen raka materničnega vratu, ne, da se cepiš proti HPV-ju, ampak vse ostalo je pa tako, neko tveganje je, ne, zdaj pa koliko boš ti naredil za sebe, to je pa zelo odvisno, oziroma največ odvisno od tebe. Ali se boš zdravo prehranjeval, ali boš telovadil, ne kadil, ne pil alkohola in tako naprej. Pa boš hodil na preventivne presejalne programe, ali se boš na vsake toliko šel tudi mogoče kaj pogledat, boš bil pozoren na neke znake, ali boš pa pač sam živel, ne? Pa boš to odmikal in rekel, meni se tako ne more nič zgoditi. Darja, kaj je tebe tvoja bolezen naučila? Postaviti se za sebe, pa res za nekatere stvari ti tako začne dol viseti. Res, to je neverjetno, mislim. Zdaj, ko vidim včasih koga, ki dela res iz muhe slona, si jaz tako mislim, pa to res ni nič kaj takega. Življenje ni tako, da je plus pa minus. Tudi če narediš kako napako, vse lahko popraviš. Tudi če ne narediš vse 100%, še vedno bo šlo čez. Ne rabiš biti perfekcionist, ne rabiš v bistvu gledati, kako boš vse naredil popolno in tako naprej. Naredi pa pet naprej. Ne rabiš preveč razmišljati. Don't overthink. A veš, mislim, predvsem to. Te je naučila tudi kaj več ljubezni, tudi do drugih, pa da razumeti tega, ne vem, empatije mogoče? Definitivno empatijo. Pa naučila sem se to, da v bistvu vsak nosi svoj križ. In dokler ne hodiš, ne, v tujih čevljih nekaj cajta, ne obsojati. Si pa po drugi strani pa vseeno želim, da so ljudje korektni. In če ljudje niso korektni, ne gremo dobro skupaj. Pač bodi korekten, bodi pošten, delaj to, kar imaš za delati, bodi korekten do drugih, ne. Tako da rada imam ljudi, pač s katerimi lahko dobro funkcionira, dobro grem naprej. Je pa res tako, no, da sem opazila, da sem dosti tako se zaprla. Pa ne, V času kdaj? skozi, tako vidim, da ful težje spustim ljudi k sebi. Tako res blizu k sebi, da imam ono svojo družino, svojega partnerja, njegova 2 otroka, mojo hčerko, psa Mačko, ki jih imamo, mojo mamo, moj oče je žal pokojni, ne zaradi raka, ampak je bil zelo strasten kadilec in na žalost se ni dobro končalo. Ampak te svoje, ki jih imam, njih sem spustila čisto blizu in vem, da me lahko tudi ranijo. Medtem ko vse ostalo je pa v bistvu zelo rada pomagam, ampak se probam, naučila sem se, ker drugače ne moreš funkcionirati v taki službi, na takšnem delu, ne moreš funkcionirati, če pustiš, da te vsaka stvar prizadene. Ampak to gre z leti izkušenj. A veš, ko se je meni prvič zgodilo, da je nekdo umrl, ki sem ga poznala, oziroma ne, da sem ga poznala, ampak glede raka, mislim. Zgodilo se je, da sem slučajno en dan brala eno zgodbo v Starih novicah Evrope Done. In je bila ena samska mamica, ki je isto, tako, res sem se prav našla v njeni zgodbi. Samska mamica, imela je hčerko, res opisovala je, ke mi vedno damo zgodbo, eno od raka dojk, drugo od raka rodil. Res zgodbo z rakom, njeno izkušnjo, in sem rekla, jo grem poiskati na Facebooku. In rečem, lej, saj smo že prijateljice, ker mene je zelo veliko ljudi dodalo, pa nisem pač niti vedela. In potem grem poskrolati dol in piše, počivaj v miru. In je v tistih dneh, en dan pred tem je ona umrla in je ogromno ljudi pisalo, ono, počivaj v miru in tako naprej. In jaz sem takrat tako jokala, da smo dobili en obisk čez 1 uro, jaz sem bila tako zaripla, da je ženska, ki je mislila, da sem jaz z mojim, da je nekaj narobe, da smo se tako skregala, da je bilo kaj. Jaz nisem mogla govoriti. To je za mene bil en tak šok, ker enostavno skozi sem živela v nekih prepričanjih, ja, saj bo, vse bo dobro, saj ta rak, ja, okej, saj bomo preživeli. Ampak dejstvo je še vedno,
da določen odstotek žensk umre vsako leto zaradi raka dojk, največkrat je to zaradi prepozne diagnoze. Tako da zato mi ogromno delamo v Evropidoni, da osveščamo skozi celo leto, največ seveda septembra pa oktobra, ampak probamo skozi različna predavanja, skozi različne kampanje, probati čim več osvestiti ženske, pa tudi moške konec koncev, da naj pazijo na sebe in naj bojo v bistvu prijazni do sebe, naj se imajo radi, naj ne pozabijo na sebe, tako kot si rekel, dvakrat nisi imel časa. A veš, mi smo zdaj, naša lanska kampanja so bili post-it listki, ne? A veš, in pa je bilo, pojdi v trgovino, ne vem, zamenjaj gume, ono tretje, ne? In pol je bilo, obišči ginekologa. A veš, ali pa ne pozabi na samo pregled dojk, a veš, in to. Tako da probamo vsako leto najti neko sporočilo, s katerim želimo priti do ženske, a veš. Tako da ja, a veš, nikoli, te stvari so težke, ne, ko ugotoviš, ko prvič nekdo umre, pa pol, ko naslednjič nekdo umre, na tej poti ne znam prešteti, koliko naših punc, s katerimi sem bila povezana ali na blizu, ali mogoče samo tako, ne glih veliko, ampak vseeno še vedno komuniciraš, pa to, koliko takih punc smo izgubili. Ogromno. In vsako leto je tako, ampak enostavno nekako sem se naučila s tem živeti, ker drugače enostavno ne bi mogel preživeti. In včasih tudi kdo reče za kakšnega zdravnika, ne, je tako malo hladen, pa vedno rečem, to je njegov obrambni mehanizem, ker če bi vsakega spustil k sebi, saj moraš biti do določene meje, moraš biti empatičen in pač jaz tudi sem, jaz res probam biti, ne probam, sem, zelo jim pomagam, si želim pomagati, da bojo res čim bolj ženske lažje šle skozi ta proces, ampak ko se to zgodi, enostavno moraš tudi sebe zavarovati. Še posebej po taki preizkušnji. Darja, ne vem, ena taka lepa lučka si, tako da daj ti naprej to tvoje poslanstvo izpolnil, ne? Da bo čim več žensk čim prej ugotovilo, če jih kaj grize, ne? Ker kot si rekla, če se hitro ugotovi, se tudi hitro lahko zdravi, ne? Tako. Midva s Heleno pa naša ekipa zastopnikov Smart Moneyja, ne, pa zaposleni se bomo trudili, da bo čim več ljudi, seveda tudi žensk in moških, imelo zavarovanje ustrezna, ker kar lahko mi pomagamo, je, da v tistem trenutku, vem po izkušnjah, po enih podatkih, so naše zavarovalnice, s katerimi Smart Money sodeluje v Sloveniji, do sedaj našim klientom in klienticam, ne, klientkam, ne, to so klientice so hrvaško, ne, so našim klientom izplačale že 8 milijonov 200 tisoč evrov, samo zaradi tega, ker so dobili ali dobile diagnozo ene izmed hudih bolezni. In tu pa je najbolj pogostejši pač rak, ne. Tako da pol od tega so izplačali, recimo 3 milijone pa nekaj, celo več, manj kot pol, ne, zaradi smrti. Torej smrti se ne dogajajo tako pogosto, ne. Hudih bolezni in celo invalidnosti je pa ogromno, ne. Tudi preko 7 milijonov za invalidnosti, ali 7 milijonov za hude bolezni, pa 8, ja, tako je. 7 milijonov 200 tisoč za hude bolezni, pa 8 milijonov zaradi invalidnosti ali pa drugih. Eno z drugim gre velikokrat skupaj, ne. A veš, ti, ko imaš neko hudo bolezen, pride pol tudi velikokrat invalidnost. Ja, jaz sem to svojo zgodbo z veseljem delila, ker jaz sem bila v tistem trenutku res zelo vesela, res olajšana. Tako olajšana. Da sem imela to možnost nekaj dobiti in vem tudi, da pol ne bi imela te možnosti. In veliko naših članic je bilo zelo razočaranih, ko jaz kaj odprto o tem govorim, zakaj se one zdaj ne morejo. Ne, treba se je pač prej, ne, vsak se bo hotel zasigurati,
Tudi zavarovalnice, vsi gledajo iz svoje strani, ne, a veš, in ko si ti enkrat rizični, potem nimaš več toliko možnosti, da boš dobil neko dobro zavarovanje, če ga boš sploh dobil, ne. Tako da o tem je treba razmišljati, ko si mlad. Ko si mlad, moraš v bistvu tudi začeti razmišljati o finančni varnosti, ne, ker ta leta, ne, ko so naši pač stari starši, ne, in tako naprej delali in so potem računali na dobro pokojnino, tega enostavno ni več, ne. In potem pride pa še kakšna invalidska pokojnina, to, kar smo se prej pogovarjali, pol si pa sploh pečen, na žalost. Ena mirnost pride s tem, ko poskrbiš zase, ne? Definitivno. Družino, ker v Definitivno. trenutku rečemo, ko si ti sklepala zavarovanje, nisi tega niti pričakovala, ne? Seveda ne. V trenutku, ko pa si prejemala zavarovalnino, pa si verjetno bila samo bolj mirna, pa tudi bolj hvaležna, ravno zaradi tega, ker si že imela otroka, ne? Si vedela, da barem tukaj ne rabim skrbeti zdaj. Ja. Mislim, pa to ni malo, to ni malo. To je v bistvu tako veliko. Jaz sem imela to srečo, da sem bila pri starših, ampak kaj pa je tukaj dostojanstvo človeka? A veš, ti si v nekih letih in kar naenkrat nisi več sposoben skrbeti finančno, ne za sebe, ne za svojega otroka. Mislim, da je to res, da tukaj pa res pade vse tisto, no, kar si gradil in dostojanstvo in mislim, finančna varnost je pač zelo pomembna, ne. Je pa res, da veliko ljudi zapravlja tako za stvari, ki so, ja, zelo nepotrebne. In na koncu, če si to sešteješ, v bistvu, najhujše je to, ne, jaz včasih bi si tako, ne vem, v preteklosti sem kar dosti našopingirala pa to in pol sem se probala spomniti, kaj sem pa jaz prejšnji teden kupila, pa se nisem spomnila. In tudi nobene razlike ni naredila. A veš, omara je bila pa vedno bolj polna, a veš, ko pa še vedno nisi imel nič za obleči. Seveda, ampak to smo ženske. Ja, ja. No. Zdajle so pred tabo ženske, Darja. En stavek, mogoče za tiste ženske, ki zdajle, pač vseeno smo smerjeni fejst ženske, ne, Ja. danes pogovorov, tudi zaradi tega, ker si ti predsednica Dona, ne, Evropa Dona. Torej, zdaj imaš pred sabo žensko, povej, en stavek ji povej. Ne pozabi nase. Ker konec koncev ne podpiraš samo 3 vogale hiše, ampak največkrat celo 4. Tako da, če ti ne boš skrbela za sebe, boš s tem v bistvu naučila svoje otroke, da ne bojo skrbeli za sebe, zato daj poskrb za sebe. In nauči svoje otroke, da bojo skrbeli za sebe, nauči svojega partnerja, da bo skrbel za sebe, ker ti v bistvu nisi vzgled svojim besedam, ampak svojimi dejanji. Ja, jaz bom rekel, da če bo zaradi današnjega intervjuja ali pogovora, katera ženska se zdaj vstala, ali pa že med intervjujem šla si tipati dojke, ne? Ja, jaz bi rekla, kar naj si tole aplikacijo našo z downloada, pa res vsak Pa kar naredijo mesec. to, ne? Mislim, takrat, ko je prav čas, ne. Ja. Se pravi, ni vedno prav čas, to lahko naredijo. Tudi In- to bi mogoče povedala. Dajte se samo pregledovati temeljito, ne sme vas boleti, tle gor so navodila. Lahko potušam, da bojo lepo prsti drseli, lahko tudi v bistvu leže, da se bo dojka lepo polegla, da se bo mogoče še bolj te spremembe občutilo. Pa če se kaj opazite, naj vas ne bo strah. Pejte. Največkrat ni nič narobe, pa boste pol mirno spale, če pa je kaj narobe, boste bile pa zdravljene pač hitro in čim prej. Jaz si želim, da to epizodo gleda čim več žensk in tudi moških, ne? In da delite to epizodo, link je tam spodaj sigurno, zato ker če po teh podatkih, ki jih je Darja zaupala, enih 1500 žensk zboli na leto za rakom dojke samo, ne? Za kakšnimi drugimi še več, pa če bo recimo gledalo enih 100 000 žensk ta video, ne? Ali pa moških, ki bo delilo, mogoče bo 100, 200 jih zatipalo v ulico pravi čas, ali pa vsaj mirno spalo, ali pa se odzvalo kakšnemu bilodore, ki ga prej ne bi odzvalo, ne. Druga stvar pa seveda, dokler ste zdrave, ne, punce in tudi moški, mi smo tu, imamo fenomenalne produkte slovenskih zavarovalnic, to ni mit, to ni nekaj, kar človek plačuje, pa ne funkcionira takrat, ko je potrebno, ampak je to v bistvu nekaj, kar bi naj vsakdo imel
če razmišljaš o svoji varnosti finančni, ne, sploh pa za tiste čase, ko ne moreš načrtovati, če se ti bo ali pa ne bo kaj zgodilo. Tako da najlepša hvala ti za prihod v Maribor, ne. Ja, hvala za In povabilo, z verjamem, veseljem. da bomo kaj dobrega še skupaj naredili, ne. Ti imaš vedno še eno vprašanje. Ja, Ne bi me. pa ja. Veš, pa navadi gosta vprašam, recimo, če bi bil na smrtni posli, ne. Kako sporočilo bi dal svojim otrokom, v tem primeru tvoji hčerki in pa otrokom tvojega partnera, ne. Veš, da veš, da te jutri več ne bo, pa s kakšno popotnico bi jih pospremila. Predvsem bi rekla, da sem hvaležna, da sem imela to čast živeti, pa jo roditi, pa konec koncev biti v njeni bližini ali njihovi bližini. Pa bi pa rekla, naj pazi na sebe, naj bo poštena, naj ne pada na fore kakšnih čudnih tipov, pa naj se ima rada. Pa naj spoštuje ljudi okrog sebe, pa naj ne dela drugim slabega, takega, kakor noče, da bi drugi delali slabo njej. Tako je, dragi moji, bodite pošteni, ne delajte drugim slabo, delajte dobro, imejte se radi in se vidimo v naslednji epizodi. Hvala, Darja. Hvala.